Živijo ekipa, evo nas spet v potovalnem podcastu Oskarizem. V tej epizodi bomo govorili o potovalnih trendih in še ostalih stvareh. Mislim pa, da je ta situacija kar precedenčna v slovenskem prostoru, pregovor nezavisti. V istem prostoru se na pobudo Oskarja zdaj nahajajo trije, recimo temu najpomembnejši potovalni playerji sončne strani Alp. Pa bom šel kar z te strani proti tam. Rok Kofol, ustanovitelj Šape, Matej Knaus iz Palme in pa Oskar Savarin iz Oskarja. Lepo pozdravljeni, gospodje. Živijo. Lepo zdrav. Evo, najprej čestitke vsem trem za tole pogumno gesto, sobivanje v podcastu. Začnimo pa kar z enim uvodnim vprašanjem, ki bo tako mogoče na pol filozofsko, pa preden gremo direkt, je pa tudi rdeča nit tega podcasta. Zakaj potujemo ljudje, Rok? Ja, ne vem, jaz mislim, da v tem sužnem lastniškem redu, ki živimo v kapitalizmu, ki 11 mesecev delaš, da si lahko en mesec nekaj prvošaš, med drugim je ena od opcij to, da potuješ. Da 1/12 življenja nisi sužen. A ni tako? Mogoče. Matej, Palma. Ja, jaz mislim, da zato, ker nas vse vleče, da spoznavamo nekaj novega. V naših glavah je vedno to, da bi radi odkrivali nekaj novega, doživeli nekaj novega. Pa jaz mislim, da tudi nekako ta nomadski gen je vseh nas. To se pravi, se kar želimo malo seliti iz kraja v kraj. Kdaj? Oskar, zakaj potujemo? Jaz mislim, da je to del na take izhodiščnega hrepenenja, podobno kot smo prišli na to življenje zaradi dobre zgodbe. Mislim, da želimo ustvarjati dobre zgodbe, tako v življenju, potem pa tudi na potovanju. In to je meni tako izhodiščno razmišljanje. Ustvarjati dobro zgodbo. Biti glavni igralec v njej, se napolniti s to igro, z izkušnjami doživeti, spoznani, novimi razumevanji. Tudi napolniti se samim sabo, kakršen nisi doma, kot je Rok rekel, v teh 11 mesecih, ko delaš, in se vrne nazaj z enim velikim, temu jaz rečem, potovalnim bogastvom, ki lahko učinkuje ali pa lahko rečemo, povečuje kvaliteto domačega življenja. To je moja vizija in zato se splača delati. Ok, zdaj vi vsi trije ustvarjate med seboj precej različne, v nekaterih delih pa tudi podobne potovalne zgodbe. A se tako recimo združeni v enem prostoru, a se dojemate kot konkurenco? Mislim, lahko jaz povem, da v teh 25 letih, kar delamo, nikoli nisem niti spremljal, kaj konkurenca dela. Vedno se mi je zdelo bolj pomembno gledati v bistvu neke potovalne trende na splošno in pa sam svojo špuro furati. K sreči smo počasi iz neke nišne agencije prišli lahko rečem zdaj končno v mainstream. Vprašanje je bilo pa? Da zaključim to poanto. Če se dojemate kot konkurenca vzajemno. Ja, mislim, vedno malenkost da, čeprav to sem hotel reči, glede na to, da niti ne gledaš, kaj konkurenca dela, potem jaz ne dojemam vsaj ne Oskarja, ne Palme kot neke blazne direktne konkurence. Matej, vi pri Palmi sigurno špionirate, kaj delajo pri Šapi, pa kaj pri Oskarju. Naj se nekdo v pravici pove. Iskreno, roko na srce, seveda spremljamo, kaj se dogaja pri konkurenti. Jaz mislim, da to ni nič narobe, zaradi tega, ker smo prišli do točke, ker mene v bistvu nadaja z optimizmom, da konkuriramo po vsebini, po produktu, po kvaliteti izvedbe, po inovativnosti in tako naprej. Da smo se nekako odcepili od tistega, kar je bil ali pa velja nek stereotip, da je cena tista edino merilo. Jaz mislim, da je ključna stvar in tem se bomo danes tudi po mojem malo več pogovarjali o vsebini, da je vsebina bistvena in tukaj nekako mi vsekakor iščemo svojo pozicijo na trgu. Drugače pa mogoče za začetek, na začetku nisem želel takoj komentirati. To ni res, da mi ne sodelujemo, da mi ne sedimo za skupnih mizah. Jaz mislim, da ravno v turizmu smo tisti, ki tudi te slovenske stereotipe velikokrat presežemo in kar znamo sodelovati v pobudah. Tudi jaz pač po svojih funkcijah, ki jih imam zunaj, nekako stremim k temu, da sedemo za skupno mizo in najdemo ključne točke.
In jaz mislim, da bomo danes na koncu ugotovili to, da je ravno na teh potovanjih je naš slovenski trg izjemno razvit. Trdim si, ali pa si kar upam reči, da je bistveno bolj razvit kot na večini trgov okrog nas, razvitejši kot v Avstriji, Italiji, kot Hrvaškem, absolutno. In da tukaj organizatorji potovanj absolutno prednjačimo, smo kar eni market leaderji, kar ne samo v tem prostoru, ampak kar v Evropi. Kako ti gledaš na konkurenco, oziroma njih dva dojemaš kot konkurenco? Ali je to začetek enega kartelnega dogovora? Ne, podobno. Izhajamo iz naših izhodišč ustvarjanja dobrih zgodb in tukaj imamo naš vir, naš način in vse ostalo. Nam je pa konkurenca zunanje okolje, v katerem se gibljamo, s katero se sooča tudi naš sopotnik, nas primerja, pretehtava, katere stvari so zanj boljše in slabše, in se mi zdi, da je razumevanje konkurence in spremljanje nekaj, kar lahko vse nas tri oziroma tudi vsa konkurenca spravi na višji nivo. Seveda pa, kot je tudi Matej rekel, zelo radi tudi sodelujemo tam, kjer se stikamo, in ne sodelujemo tam, kjer se ne stikamo. Pomembno je, da znamo ločiti, kaj je tisto, kjer lahko konkurenca kot celota naredi nadgradnjo, pa kaj je tisto, kjer lahko mi sodelujemo. Glede na to, da na istem trgu delamo, jasno, da smo vsi konkurenca. Ja. Dojemanje konkurence kot take, kar je bilo tvoje vprašanje, pa vsi dobi tri različne odgovore. Konkurenca ste v mojih očeh, če jaz želim nekam odpotovati in se moram zdaj odločiti med vami, pomeni, da ti moraš bolj vedeti, ali pa med petimi. Jaz sem tukaj spet kot potnik, kot stranka, sem zdaj v težki poziciji, vsled vseh pritiskov vrstnikov, digitalnih pritiskov, marketinških in tako naprej. Do tja še pridemo, itak se pa ponudba z leti, vsaj človek dobi občutek, kar se trendov tiče, ful diverzificirala. Če je včasih potovanje pomenilo nekaj, kar je bilo dokaj ozko, precej individualno, pa sploh v smislu potovanja rezerviran predvsem za pustolovce, je danes teh žanrov ful. Kako vi gledate, glede na to, da ste vsi eni pomembni playerji zadnjih 30 let, to obdobje, kaj se je zgodilo recimo tam od poznih 90-ih do danes na področju tega, kar vi počnete? Ja, zdaj jaz statistik ne poznam, ampak vseeno, prva stvar, ki je internet in vse te rezervacije preko Apple in tako naprej, definitivno turizem je doživel en ogromen boom. Bistveno lažje je potovati. Včasih, ko si naredil recimo en program, smo mogli iti, ne vem, za mesec, 2 ali pa 3 nekam, da smo program potem sestavili skupaj. Danes je v bistvu neka priprava od doma z vsemi informacijami preko interneta, en del tega potovanja, potem greš pa, ne vem, za 2-3 tedne in imaš že lahko program narejen. To je zelo velika razlika. Druga razlika je pa, včasih, ko smo potovali, smo se bistveno več pogovarjali s sopotniki. Danes pa pač malo manj se pogovarjamo, pa bolj iščemo informacije po digitalnih medijih, kar pa, ne vem, meni vsaj ni toliko všeč. Kaj pa z vidika? In ravno tukaj, to sem hotel reči, ravno to je zdaj v bistvu pri nam, pri Šapi, jasno, vsebina je ena stvar, ampak to se mi zdi tako, da je normalno, da ti delaš nekako vsebinska potovanja, včasih je treba, včasih toplo vodo težko odkrivaš, da daš to, mogoče to osebno noto. Vsi si nismo všeč, ampak ima vsaka od teh 3 agencij nek svoj imidž in tiste ljudi ti privabiš. In z njimi greš potem v bistvu se imeti fajn nove zgodbe delati in tako naprej. No, pa kaj je bilo pa tisto, kar se je recimo najbolj spremenilo v smislu tega segmentiranja, da potovanje, mislim, da imaš avanturistična potovanja, imaš aktivna potovanja, družinske počitnice. Kaj je tisto, kar se je spremenilo? Točno to, kar si rekel. Včasih je bil turizem ena stvar in so vsi za vse delali in so se te v bistvu različni sklopi mešali, ali pa avanturizem si šel kot sam popotnik na tisti klasičen turizem, če to ločimo, recimo si šel pa z neko agencijo. Danes pa neka agencija, ki sledi trendom in ki se hoče diversificirati, lahko to vse ponudi. Pa agencija lahko tudi postavlja trende. Tudi seveda. Ok, k temu še pridemo. Matej? Zgodba 30 let, kaj je najbolj zaznamovalo v smislu potovanj in produktov, ki jih pripravljate, in seveda povpraševanja samih gostov? Veliko stvari, ampak 35 let bo kmalu,
kot v 35 letih pogledaš, so se zamenjale države, kakšne 3 valute, zgodil se je en kup dogodkov po svetu, so se stvari prestrukturirale. Tisto, kar pa se mi zdi, da je ključno, je pa ravno to, kar je bilo tvoje vprašanje. In sicer to, da prihaja do res zelo personificiranja v ponudbi. To se pravi, te, bom rekel, zelo standardizirane ponudbe zginjajo in se nekako potrošnikov prilagajajo. In nekako odgovarjamo na te potrebe. Zelo ciljne potrebe so to ožje skupine, ciljno naravnane skupine in tako naprej. Do tega je prišlo nekako v teh 30 letih v precejšnji meri. Splet, internet v smislu informacij, absolutno to je bila ena najbolj revolucionarnih stvari in pa sprememb, ki je v osnovi pa niso veliko dobrih stvari, kar se tiče izmenjave informacij, pa tudi nekaj negativnih, v tem smislu, da nekako je vsakdo začutil pa dobil občutek, da lahko je kar sam svoj strokovnjak potovanj. In če v kateri branži, potem v naši branži velja to, da kar velja prosto prepričanje, da lahko vse stvari narediš sam, brez izkušenj. Najbrž bomo tudi malo kasneje govorili o tem, kaj se vse na poteh lahko zgodi, pa kje so pač izzivi. No, potem, ko te izkušnje samo praviš, ugotoviš, da to ni vse tako enostavno, da so stvari zelo zahtevne in pa da treba imeti kar veliko kompleksnih znanj, pa poznavanj in občutkov, kaj se da narediti in kaj se da narediti. Kaj hočem povedati? Danes je treba vedeti, da bo zato, da bo še muzej si ogledal potrebnih 5 ur, ne 3 ure, mogoče internet pove drugače. Ne moramo v ta dan nekako stlačiti ogledov 6 muzejev ali pa neki zgodovinski znamenitosti, je treba to nekoliko drugače narediti. Internet veliko krat tudi laže. Mi pa želimo tudi nekako predvsem si doživeti na teh naših potovanjih in ta doživetja nekako mora biti zaokrožena z realnim poznavanjem neke strukture in produktov turističnih, ki so pač sestavni del teh naših potovanj. Hvala. Oskar, 30 let. Ja. Kam gre turizem? Mislim, da 60. v prejšnjem stoletju so dajala hrepenenje po sprostitvi in počitku. 90. so nadgradila to željo in hrepenenje z nekimi informacijami, razumevanjem in pa spoznavanjem, kot ti prej omenil. In zdaj, 21. stoletje je pa to še nadgradilo, tako kot je Rok rekel, z osebnim doživljanjem, ki se postavlja v ospredje. S tem osebnim doživljanjem se postavlja človek, ker prej, ko so bila neka, in to potem potegne za sabo seveda tudi nas, ki smo tle ponudniki in ki se želimo prilagajati, da čim bolj zadovoljimo te, bi rekel, te krovne spremembe, kakor jih jaz vidim v teh letih. Druga stvar je pa tudi, Rok omenil, se mi zdi zelo fajn, ko sem jaz začel s potovanjem delati, smo 2 meseca šli nekam in smo naredili potovanje. In to je bilo glavno. In če si to enkrat naredil, si dobil tudi neko skupino in tako dalje. Danes ti potovanje lahko relativno hitro narediš. Ti samoumevno se zdi sopotniku, da so hoteli, da so transferi, da so letala, valjda čim bliže iz Ljubljane, kaj bog ne dej, skje druge. Ampak se pa poudarek našega dela pa spreminja z vsebino, z razumevanjem, z spodbujanjem teh doživetij in ustvarjanjem dobre zgodbe. To se mi zdi, ti poudarki se torej spreminjajo skozi čas. Tako jaz doživljam teh zadnjih, recimo, 60 let mojega življenja. Ja, ampak zdaj, ko ste omenili, da se k temu, ena stvar mi je na misel prišla med tem, ko je Rok omenil, kako lahko danes s pomočjo digitalnih orodij praktično iz domače dnevne sobe organiziraš neko potovanje, pač bukiraš namestitve, lete, rezervacije, tistega, kar si ogleduješ, da je s tem tudi verjetno poraslo število ponudnikov dvomljivega slovesa. Jaz imam čisto osebno izkušnjo, ker sem se nekaj časa s kolesarskim turizmom ukvarjal, da je bilo v nekem trenutku polno nekih ponudnikov, ki so dejansko imeli zelo lepe spletne strani, pa zelo mamljive ponudbe, pa zelo pičlo realizacijo. Kako se vi s tem soočate? To v vašem segmentu obstajajo taki primeri? Bom jaz malo nekako odgovoril globalno za začetek, namensko sem se oglasil, se opravičujem kolegom, kot besede. Ampak jaz sem tudi v bistvu po svoji funkciji član upravnega odbora Evropskega združenja agencije. In Evropa tukaj v smislu zaščite potrošnikov kar dela nekaj korakov, predvsem v tem organiziranem smislu. To se pravi tisti,
ki se ukvarjamo z paketnimi aranžmaji, vemo, da je zaščita potrošnikov na dosta ali pa na izjemno visokem nivoju. In nekako tudi v prihodnosti se tudi še dodatno ta zaščita dviguje. Ta zaščita pa za sabo pomeni tudi, da je pač potrebno nekaj pogoje izpolnjevati. To se pravi, te pogoji so pač zahtevni in ravno vsakdo jih pač tudi ne bo mogel izpolnjevati in pač zato bo ali pa prihaja tukaj nekako do razčiščevanja, kar se tega tiče. Kako naj pa jaz govorim čisto z vidika potrošnika, recimo, da sem jaz tisti, ki išče nek produkt, neko potovanje zdaj na svetovnem spletu. Kako naj se jaz odločim, kaj vse moram jaz vedeti, kaj vse moram jaz poznati, da bom izbral zase stvar, ki me bo naredila navdušenega, ne pa slabe volje. No, prva stvar je ta, da absolutno zbereš ponudnika, ki bo pa tak paket ponudil za sedežem v Evropski uniji. Zato, ker to pomeni zelo visoko zaščito, najprej, če se nekdo odloči in kupi ta paket pri takem ponudniku. To zdaj tako zelo formalno. Druga stvar je pa ta, da nekako zaupaš tistemu, s katerim imaš pozitivne izkušnje. In te pozitivne izkušnje, na teh pozitivnih izkušnjah našega dela, tako verjamem, da gradijo pri vseh mojih kolegih v agencijah naših kolegov, tako tudi pri nas v Palmi enako gradimo na tem. To se pravi na tem pozitivnem, kvalitetnem odnosu in da seveda tiste pričakovanja potnikov izpolnjujemo. Tako da jaz mislim, da je to ključno in da ko govorimo o razvoju vsakega podjetja posamezno, je bilo, jaz mislim, da je to tisto, ko nas je pozicionira na trgu. To se pravi, da nismo kar nekaj na pamet obljubljali, pa tisto, kar smo obljubljali, smo tudi izvrševali. Seveda vedno so neke zunanje okoliščine, ker vsakemu v celoti tega ne omogoča, mogoče bomo tudi kaj o tem govorili, ampak mislim, da je to ključno in da je to tisto, kar šteje. Vračamo se tudi na začetek, o čemer sem govoril. Cena ni edino merilo, najprej treba pretvoriti pa pogledati vsebino, pretehtati vsebino, videti, kaj lahko, kje pričakuješ, poveš. Velikokrat je treba iti tudi na sprehod sam s sabo. Govorimo o tistem, ko se odloča na potovanje oditi, da si sam razčisti, kaj seveda želi. Jaz se večkrat pohecam, jaz nisem ravno tipičen Slovenc, nisem ravno prikaz športnega, aktivnega človeka. Zdaj jaz si bom rekel, jaz si želim aktivnih počitnic, ampak aktivne počitnice zame pomenijo nekaj drugega kot zate ali pa za nekoga drugega. Jaz bom najbrž na kolesu 1 uro, ti boš pa želel biti drugačen na kolesu kot jaz. Nekako si moram na to odgovoriti. Ne bom ravno jaz potem srečen, če bova midva šla na enako zahtevno potovanje s kolesom. Tako da o tem govorimo, tako da se mi zdi, da je to zelo pomembno. Apropo temu, tebe kot potrošnika zanima, kako boš v slovenskem prostoru najprej izbral nekoga. Ja, recimo, jaz kot potrošnik počutim, jaz bom kar z lastne izkušnje malo zgubljenega, jaz bi rad nekaj počel. Niti ne vem, kaj bi, nagovarja me in kup vsebin. Se pravi, jaz moram na nek način sebe dovolj dobro poznati, da bom pravilno izbral. Vi morate pa tudi mene dovolj dobro poznati, da mi boste ponudili neko popotovanje, ki me bo res popeljalo na neko popotovanje. In tukaj se začne nek odnos med mano pa med vami. O tem bi rad govoril. In da bi skozi to mogoče malo govorili o teh trendih, ki se dogajajo v zadnjem času. Mogoče Oskar? Ja, idealna varianta, izhodišče bi bilo, da bi sopotnik vedel, kaj si želi, ali pa vsaj čim bolj vedel izhodišče, kaj pričakuje, kaj si želi in v kakšni zgodbi želi biti glavni igralec. To je bilo izhodišče. In potem iz tega izhodišča in gre potem gledati, kaj je tukaj, kako, ne vem, Šapljina potovanja rezonirajo na to njegovo izhodišče, kako Palmina, kako Oskarjeva, kako XY4. In potem tisto, kar rezonira, potem se pravi, kar mu zavibrira, ta zgodba je, tam naj se pol fokusira naprej, v naslednjo stvar. To je, najprej bi jaz priporočal, da izbere vsebino in potem gre potem pa v formo. Kdo je Šapa, kdo je Palma, kdo je Oskar ali 15. Katera zgodba mi je všeč, ali je taka, ali ona in tretja. In na koncu pač izbere nekega ponudnika, zavedajoč se, da je s tem sprejemal odgovornost odločitve.
Ne, vedno je pa, če ste me vprašali o teh ponudnikih, ne, je svet sestavljen iz Gaussove krivulje. Neko povprečje je v sredini, potem imaš pa 20%, ki stopajo v neko pozitivno, pa imaš 20% na drugi strani, ki pa so v neki malignih ali pa pač ne, kako bi rekel, taki kontra smeri. Ne. Tako bi jaz rekel. Ne. Torej, da rezimiram, torej, izhodišče je človek, on, tisti, ki se odpravlja na pot in pa to, kaj si on želi. In tukaj pol, če izbere pravega ponudnika, ki je resen in ki izvršuje tisto, kar obljublja, ne bi smel zgrešiti. Ja, zdaj pa kako izbrati pravega ponudnika, ne? Kar te najbolj zanima. Ja. Je pa v slovenskem prostoru, po mojem, relativno ni tako težko. No? Relativno lahko, ker smo le majhen prostor in če ne tvoj friend, pa od frienda friend bo že imel neko izkušnjo z eno od takih agencij. Ne? Ja. Sploh, ker smo že 25 let na sceni, pomeni, da nekaj dobro delamo. Ne? Mogoče malo težji kakšnega novega, ampak tudi to se da na spletu malo preveriti, pa čim dobiš eno dobro ustno priporočilo, kar vsaj v mojem poslu oziroma v naši firmi ogromno pomeni. Ne? Če imaš ti eno dobro ustno priporočilo, je to dosti več vredno kot Instagram, Facebook in tako naprej objavljene. To je ena od opcij. Se strinjam. In pa je pa še to, ne? Če slučajno, pa ko se prvič odločiš in zgrešiš, torej nisi našel tistega, kar si hotel, veš, česa nočeš in naslednjič lahko poiščeš nekaj drugega. Tako da v bistvu niti ni tako hudo, če izhajaš iz sebe in želiš razumeti, kaj si na potovanju želiš. Jaz bi sam to dodal, da ključno je, da se nekdo, ki se odloča nekam iti ali pa potovati, ne, to zelo dobro pogovori sam s sabo. Ne, gre na sprehod sam s sabo, ne, in si odgovori na ta vprašanja. Jaz sem se premalo hecal z aktivnim pristopom. Razumem. Nekako je treba zelo znati stvari zdefinirati, ne, če jih pa ne znaš zdefinirati, ne, so pa ravno na voljo te osebni stiki, ki so še vedno pri nas v agencijah možni. Ne. Mi nismo virtualni, digitalni in tako naprej. Veliko stavimo na ta osebni odnos, komunikacija, imate svetovalce po agencijah. Ne. Mi ne imenujemo naše referente, bookingov, več referente, kakorkoli, ampak so to svetovalci, ker so res svetovalci. In mislim, da je to prava pot, ne, dobiti nekako z iskrenim pristopom, zdefinirati svoje pričakovanja in nekako jih potem tudi nekako znati zbalansirati. Zato, ker ponavadi je to vedno ena kombinacija, ne, možnosti, kompromisov, pričakovanj. Ponavadi v ta naša potovanja nisi udeležen tudi sama, ne, že moraš znotraj sopotnika ali pa družine ali pa prijatelja, s katerim kamorkoli greš, ne, že znati to uravnotežiti. Je že to včasih izziv, ne, potem pa tudi znati definirati, kaj pričakuješ ali pa želiš. Ne. Sploh pa, če si del ene malo širše skupine, ne, tudi če gre zelo majhna skupina. Ne. Ja, jaz mislim, da mora biti poznavanje obojestransko. Skratka, jaz moram poznati lastne potrebe, ne, da ne bom padel na neko čudno finto in se na koncu počutil slabo. Ne. Zdaj, vi morate pa tudi, sploh ob tem, zdaj vedno bolj segmentiranem trgu, razumeti, kaj potrebuje tisti, ki potuje z vami. Ne? In me zanima, kako pa do tega pristopate. Ne? Izkustveno. Mislim, ljudje ti na samem potovanju, pri nekih relativno majhnih skupinah, 15-20, kar mi delamo, zelo veliko in tudi zelo radi povejo, da je super je bilo, ampak tukaj bi pa lahko tole malo popravil, pa tole bi bilo lahko malo boljše. In jasno, če ljudi poslušaš in če se približuješ temu, kar si ljudje želijo, potem lahko sam rasteš in tako tudi izboljšuješ te zadeve. Oskar. Ja, to je en način. Drug način, ki ga jaz sam uporabljam, je pa razmišljanje o človeku, o njegovih potrebah v 21. stoletju, glede na to, kakšno je življenje. In pravzaprav pomagati sopotniku, da on tudi preseže kakšne stvari, ker na potovanju najlažje presega obstoječe omejitve in razmišljanja, kako popeljati ga preko tega njegovega pojmovnega sveta, ker če pride v neko značilno drugačnost, da se z njo zlije tako naprej in da on doživi nekaj novega in presežnega zanga. Se pravi tako, ne se pravi po eni strani, ja, tehnično vsekakor poslušamo ljudi in delamo najboljše, po drugi strani je pa zelo pomembno, to je tisto, kar v agenciji Oskar nekaj gojimo, kot en tak naš lokalni kult,
da skušamo maksimizirati, povečati potovalno bogatstvo, s katerim se sopotnik vrača domov. In seveda, če to nam uspe, sopotnik ve, s čem je prišel, je bogat in kasneje, če ne delamo nekaj hudo narobe, ni razloga, da ne bi ponovil izkušnje z nami. Ok, kaj so pa recimo kaj so recimo neki novi potovalni trendi, ne? Kaj se recimo, po čem se povprašuje zdaj, po čemer se ni povprašval pred 10 ali pa 15 ali pa 20 leti, ne? Jaz mislim, da se zdaj bistveno večji poudarek je na samih doživetjih, torej kot sem že omenil, in pa na neki duhovni nadgrajoči ali pa presežni komponenti, ki ga potovanje omogoča. To se mi mislim, da to tudi upeljali svoje čase tako na celostna potovanja, kjer smo skušali to duhovno komponento izraziti in so tukaj kar velik odziv naleteli, ne. Potem recimo potovanja, kjer se maksimizirajo doživetja na varen način, se pravi, da še vedno je ta infrastruktura in neka stabilnost in občutek varnosti, pa hkrati korak naprej v odmaknjenost, ne. In pa še ena stvar, ki bi jo jaz izpostavil tukaj, je pa ta raziskovalski vidik, ne. Ljudje želijo, vedno bolj naši sopotniki želijo biti raziskovalci. Recimo ta učinek, biti prvič ali pa prvi, ki je stopil tukaj, izven teh masovnih turističnih množic, izven vrst, izven te mase turistike, ne, ki se zdaj dogaja po celem svetu, recimo predvsem v Evropi, ko se čaka 3 ure tam za en muzej, 3., 4., ne, ker seveda to se mi zdi je tudi en tak velik trend, po drugi strani pa seveda izstop iz te masovnega turizma pa človeka navdaja vedno tudi iz nekaj strahu. To se mi zdi. Ja, kako je pa sploh to možnost pristnega doživetja v resnici, kako na to vpliva ta res množičnost turizma, ne? Že jaz se spominjam iz pripovedovanj mojih vrstnikov, recimo tam v poznih 90-ih je bila Tajska tako eksotika, ne? Danes je Tajska tako popolnoma brezvezen mainstream, ne? Danes ljudje pripovedujejo druge zgodbe, ne? Se mi zdi, da ljudje, ki so se v 90-ih hvalili, da so bili na Tajskem, da danes rečejo, da so bili na Islandiji, na trekkingu ali pa recimo kakšni so še podobni trendi. Ne vem, mogoče 2 stvari. Eno, da ti vsebinsko segmentiraš, se pravi, kaj zdaj, imaš neko potovanje, pa imaš jogo vsako jutro. Imaš neko potovanje, pa se potapljaš. Ne vem, ali pa imaš potovanje, pa skozi šnorklaš, se ni treba, da se potapljaš, veš, na kakšno tako destinacijo. Potegaš na destinacijo spet, če v vodi ostanem ali pa na kopnem, neki safari, ne? Se pravi, vsak bi rad enkrat videl leve, slone in podobno v njihovem naravnem okolju. Se pravi, gre za neko vsebino, ali pa mi kot avanturistični turizem, mi ponujamo na enem potovanju lahko kolesarjenje, rafting in vse, čim več pač aktivnosti. Druga varianta je pa, da segmentiraš, ne vem, potovanje za mlade, pa prilagodiš njim malo vsebino. Potovanje za družine njim tako vsebino kot namestitve, prevoze in tako naprej. Potovanje za seniorje, potovanja ki so poceni potovanja, se pravi low budget potovanja, potem potovanja, kjer pač si rečeš, ok, bomo imeli 3-4 zvezdice, pa bo malo boljše, ampak še vedno v recimo našem šapa duhu. In to sta v bistvu neke 2 opcije, kar se je tisto, kar si prej tudi vprašal v zadnjih 25 letih, kar jaz delam, pač segmentacija, no, je zelo pomembna. Ne. To se je strinjal, da do segmentacije absolutno prišlo. Mislim, da tisto, kar je popularno, razen izjem, bom tudi povedal, katere izjeme vidim, se dogaja to, da so ciljne skupine zelo nekako vezane na neke interese posameznikov, kot so lahko kolesarstvo, pohodništvo, avanturizem, kultura, zgodovina in tako naprej in tako naprej. Absolutno tako, da to odgovarjamo na to, ne. Dejstvo je, da se tudi znotraj teh skupin, prej je, ne vem, omenil Rok seniorja, ne, ali pa penzionista, ne, oni so se včasih želeli zelo masovna potovanja na neko destinacijo in tako naprej. Zdaj nekako postaja trend, da si ne želijo več tega toliko. Tudi če so skupine, so te manjše ali pa bolj ciljno naravnane ali pa z nekim ciljnimi obiski, ogledi, z neko tematiko in tako naprej.
To je en tak trend, seveda pa obstajajo te masovne zadeve. Ne? Mi se temu absolutno ne moremo niti izogniti, niti nismo oaza znotraj tega norega sveta, ne, ki bi bila drugačna. Ne. Mladi, na primer, si bodo vedeli, da želijo iti na festival, kjer bo 70,000 ljudi, ne, bo tam imeli rave ali pa nek doživetje in tako naprej. Ne vsi mladi, ampak ne, to se pravi, tam se masovnim dogodkom absolutno ne moremo izogniti. Ne. In tudi v bistvu mi zdaj sicer govorimo o popotnikih ali pa potovanjih in tako naprej, ampak dejansko tudi obstajajo seveda ciljne skupine, ne, ki si pa želijo tudi, bom rekel, še vedno te turistične klasike in pač se zaveda tudi ta omogoča tudi nam, ne, da lahko, ko govorimo o potovanjih, ta potovanja realiziramo, ne, ker če ne bi bilo te turistične klasike, ne, potem svet ne bi bil tako povezan. Ne. Ja, to govorimo o počitnicah. Ne. Ja, povemo o počitnicah, klasičnih krožnih potovanjih in tako naprej. Ne, ker imaš v resnici gre tukaj za dva ekstrema, pa vse ostalo vmes. Imaš recimo obisk Egipta za 7 dni za 399 €, alles inclusive. Tukaj je verjetno to, kar na koncu kupca pretegne cena pa količina kalorij, ki jih imaš na voljo, alkohola verjetno. Ne. Pa imaš recimo na drugem koncu spektra imaš plezanje na Everest, ne, produkt, za katerega bom dal 200,000 €, ne, pa par let življenja bom moral vložiti, ali pa zadnji sem videl en nor produkt v amazonskem pragozdu, bivanje v neki drevesni hiši, 50,000 € dnevno, tudi super ekskluzivna zgodba, ampak zdaj vse ostalo je pa vmes. Ne. In zdaj to me zanima, ne, če se ta produkt 399 € v Egiptu 7 dni ponuja s ceno, pa s temi kalorijami, ne, s čim pretegneš, oziroma po čem povprašuje tisti gost, ki potuje vmes, ki gre v Peru z vami? Ja, v agenciji Oskar smo mi v Turčijo že v izhodišču postavili neka 4 temeljne, lahko rečemo, scenarije. Izhajamo pa iz samega sopotnika. Prve so počitnice, kjer pač je poudarek bolj na sprostitvi, vendar pa z dobrim vodnikom lahko zapeljemo zgodbo v zelo močno dinamiko. S tem, da se ne ukvarjamo s temi masovnimi počitnicami, ampak so to Maldivi, Mauricius, mi pravimo eksotične počitnice v oddaljenih krajih. In to je pač en segment, kjer je pač manj vsebine, manj gibanja, ampak še vedno so to lahko dobre zgodbe za tistega, ki potem povprašuje. Ne. Potem smo razdelili drugi del, ki smo rekli turistična potovanja, kjer je glavni poudarek spoznavnost. Ugodna cena, učinkovit program, ogledi, ne, in pa spoznavanje neke dežele. Prednost je v tem, da so cenovno učinkovitejši, skupine so večje in pa seveda ogromno se lahko spozna. Težava je pa ponavadi velikokrat, ker so preveč napeti in je premalo manj časa za samo osebno doživljanje. Ampak ja, in kdor gravitira v to, se pravi ta scenarij, se mi zdi, imamo zelo dobro postavljen. Potem imamo tretji scenarij, mi pravimo doživeta potovanja ali stopnja 3. In tukaj pravimo, tukaj pa je en korak, velik korak, tudi tisti korak v našo zgodbo, se pravi Oskarjevo zgodbo ali pa človeku prijazna potovanja, kjer pa postavljamo na prvo mesto doživetje in temu doživetju prilagajamo, zdaj mi peljemo človeka skozi njegovo doživetje Egipta, ne? In se ukvarjamo s tem, ne da bo on videl in spoznal vse v piramidah, ampak kako bo on doživel piramide, ne? Kako bo on doživel Nil, kako bo on doživel Nubijsko vasico in tako dalje. In skušamo najti idealno varianto, da bo za kdorkoli se to odloči, da bo pripeljal maksimizacijo doživetja. In potem imamo, to se pravi, je nekaj vmes, kjer je lahko vsakdo, pa je maksimizacija, jaz te upravim človeku prijazno potovanje, ker sledimo človeka, ne pa logistično zaporedje, optimizacije ali pa recimo same znamenitosti. In potem imamo še četrto, mi temu pravimo Oskar plus, to pa je avanturizem. Tukaj pa si upamo iti čez Sulawesi 22 dni s jasnim namenom, da potnik zavestno se odreče nekemu udobju, za maksimizacijo doživeti. A se lahko tukaj malo ustavimo? To mi je zelo zanimivo, zato ker so se na nekem forumu, malo sem šel gledati odzive nezadovoljnih gostov, pa tako, in so se tako, na tak simpatičen način so se sprli počitnikovalci pa popotniki. Ne? In so se začeli zmerjati, eni so zmerjali druge, da samo ležijo pa jejo, potem pa nekdo najdel, ki te avanturiste, ki hodijo z agencijami kot popotniki oziroma avanturisti, da so vzvišeni slabiči, ker če bi si res želeli avanture, bi jo izvedli sami. Ne? In me zanima, kaj pa za vas tri, mogoče definicija avanturističnega
popotovanja tega stoletja. Ne? Jaz bom najprej nekako še eno našo ugotovitev povedal, da mi nismo v vsakem trenutku popotniki ali pa avanturisti, da smo tudi klasični ali bom rekel čist tipični leisure turisti. Mi imamo potnike, ki si želijo iti na dinamično, doživeti polno, tudi avanturistično potovanje in gredo, potem pa grejo tudi v klasično all-inclusive. Odvisno je to od okoliščin, trenutka, pač si želijo iti v hotel, vzamejo zraven mulce, si ne želijo, da bodo se vedno prepirali, kdo bo plačal sladoled, kdo ne bo in tako naprej in gre pač v all-inclusive. Je zanimivo govoriti s takimi. To se pravi, da spet so šli na sprehod sam s sabo in so v nekem trenutku rekli, zdaj pa mi želimo to, drugi želimo pa malo drugače. Nekako so upolnomočeni v tistem svojem realnem pričakovanju in tem so se odgovorili v kakem trenutku, ki je želijo. Govoriš o tem, da prehajajo ljudje med temi Absolutno, seveda. Okay. Se pravi, ne gre za evolucijo. Ne, jaz mislim, da ne. Moramo pa danes nekako, vsi mi nekako si želimo teh doživeti, jih iščemo, jih dajemo in tako naprej, gostom jih nudimo in tako dalje. Je pa to vsekakor, treba si povedati, vse bolj izzivo polno. Zaradi tega, ker na koncu koncev vsi pridemo skoraj na isto točko, ko pogledamo piramide, in bom rekel, turisti tega tipa vrste potovanja, individualci, tisti, ki bodo šli še pol okrog peša, pa tisti, ki bodo zjahali kamela okrog piramide. Tako da je kar precej izzivov, kar se tega tiče in to je odgovor, da vse teže najti pristne stvari, pristna doživetja, pristne kotičke na svetu, ki jih pač ni nekako pač še ta naša civilizacija v celoti pokvarila. Tako da ja, verjamem, da so te res posebne doživetja, pa te ciljne točke ne samo težko dostopne, ne samo tako težko dostopne kot težko, ampak tudi potegnejo včasih, ali pa kar velikokrat tudi kar izdatna finančna sredstva, da so tudi vse bolj posebne v smislu teh nekakih finančnih kompenzacij, ki jih moramo nameniti za to, da lahko to sploh doživimo. To me zanima, Rok, kakšna bi bila zdaj v tem času definicija avanture? Vsak je že pretekel maraton, vsak ima soseda, ki je ultra pretekel, vsak na koncu ulice je že nekdo, ki je bil na 8000. Kaj je zdaj sploh avantura? Na Tajskem so bili vsi. Vsi smo turisti in avanturisti. To je dejstvo, tako kot si omenil. Ampak jasno, avanturist gre korak ali pa 3 korake dlje. To je zdaj ta razlika. Še vedno, ali pa za enega laika se mi zdi, turizem je nek aranžmajski produkt, kjer imaš ti 7 nočitev z zajtrkom pa z večerjo recimo in pa opcijo dnevnih izletov, ki ti jih tam nekdo na recepciji ali pa vodnik, ki gre zraven, če sploh gre zraven, proda. Medtem ko avanturizem je pa bolj potovanje, nisi na enem mestu, se premikaš, je bolj naporno, tako kot smo pač včasih sami potovali in potem se je odprla neka možnost, da kot samostojni popotnik popelješ še druge ljudi zraven, narediš en tak veliko potovanje, 2 tedna, 3 tedne, kakorkoli, ker se premikaš in drugje spiš, da imaš čim več doživeti, je to recimo temu avanturizem. Zato se mi zdi ta neka glavna razlika. Jaz avanturizem jemljem kot osebno doživetje in odnos do neke resničnosti. To pomeni, da če jemljemo človeka kot celostno bitje, je moj odnos do tega. Za Roka je avanturizem nekaj, za tebe je avanturizem nekaj in zame je nekaj drugega. In zdaj tukaj ne vidim potrebe po tem, da nekdo skače z bungee jumpingom in reče, to je avanturizem, ampak je to odvisno od njegove percepcije, od njegovega doživljanja, od konstelacije dogodkov, s katero se dogaja, da on pade v to avanturistični način. Se pravi, in to celostno, z vsemi čuti, s fiziko, s čustvi, z mentalom, z dušo, če hočete, in pa z duhom. Se pravi, če ga celostno popeljemo, ga soočamo z značilno drugačnostjo gostujočih dežel, nekega recimo Pakistana ali pa Sulavezije ali pa kjerkoli, in potem pustimo njemu, in mu omogočamo, da se te drugačnosti odpre, to je ključno, in takrat, ko se bo on odprl, bo ta drugačnost začela vstopati vanga. In bolj, ko se bo on odprl, večji avanturizem je ta, ker
se bo njegova bit srečala z značilno drugačnostjo, se trča v neko moč in to meni se zdi, da je to avanturizem v doživljanju posameznika. In da je to avanturizem, ko se značilna drugačnost sreča tebe, kakršen si in skupaj ustvari en izziv za neko nadgradnjo. Jaz to jemljem in zato jemljem tudi avanturistična potovanja, ki ni potrebno, da so adrenalinska, daleč od tega, ampak so celostna, da se ljudje odprejo. Tukaj ima izjemni vlogo ima tukaj vodnik, ki lahko deluje kot občutek varnosti, da se ljudje odprejo in tako dalje. In pa potem temu imamo mi v naši vodniški šoli pravimo spletanje drugačnosti. To je naša glavna dejavnost kot vodnika in tudi moja, kako splesti našega sopotnika, ki je kakršen je. Torej, še eno odgovor na vprašanje, mi ne sodimo potnika in njegovih preferenc, torej karkoli je najboljše, z deželo, kakršna je, se pravi s tema dvema drugačnostima, ki se sama pri sebi trkata, ker ste drugačni, mi pa lahko naredimo, in tukaj nadgradnja se mi zdi potovanja z vodnikom v skupini in pa to, lahko naredimo, da se te trki zlijajo in ustvarijo nadgradnjo oziroma zlitje nekaj čez. Tako to jaz mislim, da je tak avanturizem, kot ga jaz vidim, in to so te topna 4, kjer mi omogočamo, seveda, da človek doživlja ta avanturistični občutek, doživeti izkušnjo. Ja, zdaj mogoče malo krivico delamo, ker smo izpostavili, hvala za vajni definiciji avanturizma. Lahko jaz sam nekaj vprašam, ker dobro je bilo. Omenil si Pakistan, ne? Avanturizem, turizem, jaz hotel biti zelo splošen, čist preprost, da se razumemo. V Sloveniji ne boš nikoli imel turističnega produkta v Pakistanu, v smislu, da boš za en teden kaj ljudi pelil, ampak bo vedno avanturističen. To je moje mnenje. V Egiptu imaš pa turizem in avanturizem v tem smislu, ki sem ga jaz govoril. Jaz sem hotel biti bolj plastičen. Aha, s tem si hotel poudariti, da Pakistan nima ustrezne turistične infrastrukture. Če ima, kdo bo šel za en teden v Pakistan na eno mesto nekaj ležati, naprimer, v nek hotel, 4 zvezdice, pojma nima, ob neko prekrasno jezero, kjer mu lahko vsak dan sicer prodaš na tistem jezeru nek izlet. Ja. To je mogoče tudi ta razlika. Neke destinacije so same po sebi malo bolj avanturistične. Prej si Tajsko omenil, še vedno Tajska, neko potovanje, ki se premikaš kakorkoli obrne. Se lahko ti turistično narediš, jih pošleš na Kosamuji, kako se imenuje še vsi uniji otoki, en teden rezerviraš in dejansko imaš nek paket, aranžma in si turist, po domač povedano. Ko pa enkrat ti potuješ po še tako turistični deželi, se premikaš, različne stvari delaš, ni nujno, da so sam bungee jumping, lahko se tudi iščeš, greš v kakšen samostan in podobno, je pa to popotovanje ali pa recimo temu avanturizem. Avanturizem. Ja, okay. Jaz bi se temu sam nadovezal, kar je Rok rekel. Način je tisti, s katerim ti prepletaš sopotnika z gostujočo deželo. In ti lahko v Egipt turistično ali pa avanturistično, ali pa doživeto, ali pa počitniško. In isti Egipt, ista dežela, ni ista, popolnoma drugačna je, ker če ti doživljaš na avanturistični način, boš ti se srečal z nekom, ki doživa počitniško, na letalu nazaj in se boste pogovarjali o doživetju Egipta. To sta 2 Egipta, to ni isti Egipt. Se pravi, načini. In mi prav s tem, to je naša specifika, ker praktično vsak stil dobro obvladamo, zato imamo vodnike, ki obvladajo katerikoli stil in lahko človeka popeljemo po njegovi preferenci. No sej, evo, zdaj ste me že malo bolj zbriferali, zdaj že malo vem, zdaj če hočem jaz zdaj v Peru in se tam voziti z raftom po rekah, pa s kolesom, pa tako bom šel v Šapci, če želim imeti recimo eno duhovno dimenzijo, bom mogoče izbral nek vaš produkt, ampak v vsem tem smo pa malo to napihvali, da je taka oblika potovanja ena taka višja evolucijska stopnja in se mi zdi, da smo ta klasično počitnikovanje zdaj malo pustili na stranskem teru, kada tam pa samo cena dela razliko. Pa me tole zanima mogoče, kaj pa tam dela tisto prednost? Zakaj, kako bi se pa jaz, če želim pa en teden ležati nekje na toplem, je pa spet en kup ponudbe. In tudi tukaj je verjetno nekaj, kar dela en produkt boljši od drugega. Kje je zdaj tukaj iskati? Zdaj sicer ste pogledali mene ali vsi, zaradi tega, ker pač v Palmi imamo precej potovanj, zaradi tega in sestavni del seveda je tudi teh, bom rekel,
klasičnih, kar nekaj potovanj pred 100.000 potniki, je to seveda logično. Ne, nisem hotel vas obsoditi, da imate take produkte, ampak se mi zdi, da imate najmanj predsodkov, da imaš nimam nobenih predsodkov. Ampak da ne pozabim, zato se tako trudim hitro skočiti. Hedonizem bi dal besedo. Mi smo vsi malo hedonisti. Ker tudi avanturizem je hedonizem, pa je pa kaj drugega tudi hedonizem. Zame je hedonizem sedeti na terasi, poslušati na fajno italijansko muziko, v Termini, gledati Termino spodaj in imeti 2 ure zase, ker tam meditiram, lepo levo se obrnem, pogledam grški teater in tako naprej. In to je spet neko posebno doživetje. In te 2 uri, ki jaz to počnem, pa še spijem en fajn aperol ali pa mogoče kakšen fajn cappuccino italijanski, me izpolni, pa me naredi fino. Ali pa ko grem v Barcelono, grem pa na tržnico v lokalno Betolo in tam nekaj dobrega pojem, to je spet nekaj, ki je neko vrste doživetja, ki ga imam. Tako da se mi zdi, da je prav, da malo nekako tudi o tem hedonizmu na potovanjih govorimo, ker hedonizem je napačno povezati z luksuzom, ker to ni vedno luksuz, ampak je nekako to, o čemer si tudi ti govoril, nekako to opolnomočenje, nekako iskanje na samega sebe in nekako znati ceniti neke trenutke. In se mi zdi, da prej smo začeli, ko govorimo o vsebini potovanj, ki jih kreiramo in tako naprej, da konkuriramo drug drugemu za temi vsebinami. Jaz mislim, da je to tisto, kar je prava pot razvoja in jaz v bistvu vidim našo perspektivo izredno pozitivno. Zato, ker naši potniki, ne govorim samo o našem podjetju, jaz sem verjamem, da to pri vas in tako naprej, prepoznavajo. To se pravi, poznavajo tisto dodano vrednost, ki jo skozi to dajemo. To se pravi, omogočamo ena posebna doživetja, hedonizem, neko doživetje posebnega ali pa spoznavanje samega sebe, notranjosti in tako naprej. Evo, to je tudi tako. In prej bila ena debata, potem pa to humanistično noto potovanja, ki mogoče še danes nismo odprli. Mene kar daj, ko nekdo odpre in reče, ja, v Egipt gre nekdo, all inclusive za 399 evrov, me zaboli srce, zato ker jaz vem, da karta za to, da je nekdo letalska karta, da je prišel do Egipta, stane teh 350 pa 400 evrov, to se pravi za storitev, ko mu je nekdo nudil, tudi če mu je skuhal zajtrk, večerjo, dal neko hrano in tako naprej, mu za to nekaj ni nudil, je pa nesel to v neko okolje, ki sam po sebi veliko krat je odvisen od turizma, tisto golo preživetje samo. Tako da tudi malo te humanistične note, mi si vsi želimo biti, prispevati k temu nekako boljšemu svetu prihodnje, tudi absolutno, ne samo na potovanjih, ampak tudi vsem tem izkazujemo. Tega nisem zdaj razumel, da ne se jaz kot turist v tretjem svetu počutim kot tist, ki prinaša tja preživetje, kljub temu, da se jaz tam nahajam samo zato, ker so cene konkurenčne in sem dal lahko 700 evrov za potovanje na mesec. Rekel bom tako. Ne, seveda. Ampak mi gremo vsi v OMV na čepalko in kupimo kavo, ki izhaja iz nekega fair trade. Zakaj kupimo to kavo? Zato, ker imamo takrat občutek, da smo nekaj dobrega za nekoga naredili. Vse, ko gremo na potovanja, naše goste tudi spodbujamo, da se malo zlijejo z lokalnim okoljem, nekaj kupijo pri domačinih, spodbujajo in tako naprej. Tako da o tem sem nekako govoril. Hvala za odlično iztočnico. Mogoče bi lahko o tem, kaj pa je, recimo zdaj se mi zdi, da je prav, da smo, kadar potujemo, pozorni tudi sploh v tem svetu, ki je vedno bolj transparenten, kar zadeva krivice obstoječega družbenega modela. Kaj bi to pomenilo neko fair trade potovanje, oziroma a se že vaši gostje odzivajo na tak način oziroma povprašujejo v to smer Rok, kaj Pardon. Pa lahko Oskar ti začneš. Meni je izjemno pomembno, tudi sam vodim, ko pridemo v te drugačne dežele, v gostujočo deželo jih imenujem, dodamo konstruktivno noto, se pravi, in da je ta zlitje med našimi, se pravi, in pa med gostujočo deželo konstruktivno za vse. Spoštovanje pravil, navad in pa tradicije teh gostujočih dežel
Za strani naših sopotnikov so tudi ključna. Spoštovanje, rojeva spoštovanje. Potem pa ta dobra nota, ko naši potniki ogromno krat sami rečejo, gremo v Indijo recimo, a lahko obiščemo sirotišnico, a lahko dodamo, a lahko obiščemo šole, kaj lahko dodamo, a lahko obiščemo vas, kaj lahko dodamo tem tradicionalnim vasem in tako dalje. Tukaj se mi zdi izjemno pomembno, da znamo potnike tudi izobraziti, da nam ne rušijo njihovega ravnotežja, da ko že nekaj damo, da zberemo, da znamo na pravi način dati, ne otrokom, ker bomo iz njih delali beračke, ampak damo nam očetu ali učitelju ali mami ali nekomu, da on pa ve, kako bo dal tem svojim otrokom, na način, da bo to konstruktivno, namreč so to njihovi otroci, ne pa moji, pa bom jaz njemu dal $10-15, ga lahko pokvarim, če sem 300 v vrsti, ki mu to dam, njegov oče pa dela za nekaj teh dolarjev, mogoče na cel mesec. Skratka, kaj želim povedati? Tukaj mi imamo zelo veliko poudarka na to mehkobo, na to srečanje, na to, kako pravzaprav tvorno biti na človeški ravni, sodelovati in dodajati gostujoči deželi in kako tudi lahko, sami potniki pridejo, če enkrat začutijo in vidijo, rečejo, kaj mi lahko dodamo. In mi kot vodniki jim lahko vemo, na kakšen način lahko to dodamo, da ne bomo rušili njihove drugačnosti. Recimo, ena od zanimivih stvari je tukaj, recimo oblačila. Greš v muslimanski svet. Pokrij si ramena, dekolte in kolena. To je njihov kodeks. Mi prihajamo k njim, in oni bodo sproščeni, če pridemo biti taki. Če pa prideš v Egipt, pa imaš tiste naramnice, pa imaš tiste kratke hlače in tako dalje, se pa vzpostavlja neka konfliktna situacija, ki je lahko posledično pripelje do nezlitja. Skratka, to bi dodal v tej temi. Rok, kako vi v šapi s tem manevrirate? Kaj bi to pomenilo? Spoštovanje je neka osnova, vsekakor. Zdaj, kar si ti tega fair trade pa to omenil, ne pride toliko, bi rekel, do izraza. Ti lahko eno kavo pa podobne stvari spiješ, kjer je fair trade, kaj zdaj, pa se srečuješ. Ne, nisem mislil konkretno fair trade v smislu blagovne izmenjave, ali pa to, kar je on omenil, recimo. Tukaj se spet poraja vprašanje, mi upamo, da bo tisti učitelj res razdelil te svinčnike, da jih bo v trgovino nesel, pa je on zase kakšen biznis naredil. Tudi to se najbrž dogaja. Mi upamo, da, ko pridemo živali, te zavetišče, zaslone, ki so zdaj, da res dobro delajo z njimi, ker ljudje smo jahali na slonih, pa še vedno jahamo na slonih pri šapi, ampak je vedno več ljudi, ki pravi, da to se ne dela, živali trpijo. To bo, jaz sem prepričan, da bo to, in hvala Bogu, da bo čez 15 let bo to tabu. Seveda, gre trend v to smer, da se tega ne bo več delalo. Je pa seveda, kar naenkrat je pa zelo malo teh, ki ponujajo slone. Sloni so predvidevan, da več ali manj isti in kar naenkrat predvidevam. So pa v zavetišču noter. Sej v redu, zdaj jih nekako skrbijo za te slone, pa jih ne jahajo več. In spet se bo nek plevel od biserov ločil. Na naši strani je kar težko v bistvu zbrati neko šolo, nekaj dobrodelnega delati, da gre res ta denar v prave roke. Ti upaš, da gre, potniki slepo verjamejo nam, da smo ta pravega zbrali, ampak trend gre v to smer definitivno. Ker tudi množičen turizem je nekje določene regije v svetu praktično socialno povsem devastiral. Ravno zdaj sem bral eno čudovito knjigo Jurice Pavičiča, Knjiga o jugu, ki v resnici piše o tem, kaj je našemu bližnjemu Jadranu monokultura turizma kot edine prevladujoče panoge ekonomije naredila v zadnjih 30 letih. Zdaj, a se kot potnik izogibati takim destinacijam, zahtevati od agencij, od ponudnikov, da ne bodo tudi čuječi v to smer? Trend je vsekakor je. V Evropi je ta trend, vendar v bistvu delamo šele prve korake k temu. Nacije, ki so najbolj naprimer ekološko osveščene, naprimer Nizozemska je taka, pri njih le 2,3% turističnih odločitev, odvisno od teh stvari, ki govorimo. Ampak pa to so prvi koraki. Mislim, da nas bo to zaznamovalo v prihodnje in mislim, da to šteje. Prej, ko sem pa hotel povedati, jaz imamo naprimer zelo na mikro okolju izkušnje. Mi smo imeli poplave avgusta in v novembru mesecu smo mi rekli, v koncu novembra gremo na zaključno novoletno združenje uprave v Zgornjo Savinjsko dolino. In tam
so domačini nam vsi povedali, da so vsi pozabili na njih, da jih ne obiskuje, zato ker mislijo, da je konec sveta, ker so bile tam poplave. Oni so se vsi potrudili, nastanitvene kapacitete so bile takšne, kot vedno, hrana je bila vedno ista in tako naprej. V takih stvarih tudi govorimo. To se pravi, mi nekako moramo drugega spodbujati in pač tudi mi spodbujati naše turiste, da bojo, kar se tega tiče, čuječi. Ja, jaz bi rekel za naše potnike, kolikor jih poznam in spremljam, in to sem kar buden pri tem, v bistvu oni so taki. Oni si grejo v te dežele, ker si želijo biti spoštljivi, ker želijo začutiti te dežele in tako dalje. In v bistvu ne gre tukaj za to, da jih vzgajamo ali kar gre, samo za to, da jih vzpodbujamo pri tem, da jih usmerjamo, da jim obudimo, ker velikokrat ljudje, ki pridejo, se pravi, iz domačega okolja, iz tega džumbusa in tako dalje, pozabijo na to. Potem, ko se sprostijo in grejo na neko potovanje, da jih lepo usmerimo, da jih previdno, nežno, lepo v to noter in potem z veseljem oni to sprejmejo. Jaz nisem, ne vem, ne pomnim v 30 letih vodenja, da bi imel kakšne ljudi, ki bi prišli in nekako rušili neke stvari. Namreč izhajam iz tega, da vsak človek, ki potuje z neko željo po interakciji in z neko željo po spoznavanju in sprejemanju. Ja, kaj pa oblikuje sodobne potovalne trende? Tukaj se mi zdi, da imamo zdaj en tak kompleksen organizem, ki to na nek način kroji in kaj bi vi rekli? Kakšen kompleksen organizem? Ja, ne vem, sprega teh, se pravi, marketinga, raznih digitalnih platform, po eni strani inovacij turističnih agencij, z druge strani prihaja pritisk vrstnikov. Svet je kar naenkrat postal manjši, ni več tako kot nekoč. Zadnjič mi je nekdo pravil, da ima fotra, ki se je preselil z Beograda v Ljubljano, pa je bil pa samo še enkrat v Mengšu. Danes je standard, da si bil v Peruju, na Aljaski, v Gani in tako naprej. To me zanima, kako gledate na to, kaj je pa tisto, kar krojite potovalne trende, da bomo lahko mogoče malo napovedali tudi prihodnost popotovanja. Jaz mislim, da na mladih svet stoji. Se pravi, zdaj, ko smo vsi malo starejši, zanikati to, kar mladi delajo, pa se zgražaš na tem, je po mojem vedno bilo neumnost. Odlično temo si prvi. Kaj pa delajo tam mali? Včasih si hodil na Interrail, recimo, je bila to taka prva potovalna izkušnja mladih. Kaj pa zdaj? Res smo, da se zdaj še malo učimo, ko imamo potovanje za mlade, smo zalaufali šele pred kratkim, ampak konkretno ti še ne bom znal odgovoriti. Ampak hočem pa reči, koliko mladih govoriva? Ja, do 33. Ok, super. Ja, mladi. V glavnem so pa to tam 18, 19, 20 do 22, 23. No? Tako da jaz mislim, da je treba v bistvu njih poslušati, pa iz njih ven zvleči, kaj njih zanima. To so bodoči trendi. To, da v bistvu lahko si tudi trendsetter, jasno, ampak da v bistvu jih ne poslušaš in reči, te mladi ne razumeš jih, to je naša napaka. Tako da mi jih skušamo razumeti in se približati temu novemu navalu turistov, ki bodo potovali še naprej z nami. Kaj pa znotraj svoje organizacije, ker jaz se spomnim, ti recimo si bil tam v prelomu tisočletja, si bil en tak potovalni trendsetter, pa Oskar, pa tako naprej. Ja, zdaj pa recimo mlade vodnike za to jemljemo. Imaš mlade vodnike, ki prenašajo to energijo? Ker vem, da če so moja generacija izgubila stik z njimi, se pravi, jaz rabim mlade vodnike, da mi malo odprejo oči, kaj mladina želi in kaj hoče in se od njih učim. Od njih plus od novih ljudi. Kje se zdaj Roko Fol počuti kot star fotor, ko gleda mlade vodnike? Kako skušaš? V kakšni diskoteki, kjer ni nobenega, kot 20 let star siguren. Na samem potovanju pa ne. Mislim, prej smo malo romantizirali, se mi zdi, naše potnike ali so potnike, kot ti praviš. Jaz verjamem, da je vsak v osnovi dober. Vidim pa na potovanjih, sploh ki so bolj zahtevna, da se tudi zelo veliko zlomi. Vsak se hoče v najboljši luči predstaviti, prodati v najboljši luči in pol, ko pride do kakšnih stvari, ki jih na potovanju tudi delamo, ker razbijamo stereotipe, premagujemo strahove, pa gre ali pa ne gre, se pa pokaže mogoče tak človeku tudi v kakšnih drugih luči. Kaj to pomeni, da se zlomi? Ja, da enostavno prej je bil prijazen, vse je bilo ok, pa kar naenkrat cela štala. Tako da recimo Oskar, ki si rekel, da nikoli nisi imel potnika, ki bi kakorkoli ne pasal ali težil, ali mislim, če je to res, bravo. Pa nam se zgodi vsake toliko časa, da so ljudje, ki precenijo samega sebe in potem v bistvu, jasno, sem jaz vsega kriv, ne znajo se obnašati, jaz pač vodnik, kakorkoli, ne znajo se obnašati,
ne znajo skomunicirati in jih je treba nekako pomiriti, pogovoriti se z njimi in tako naprej. Ne. No, bom jaz malo odgovoril. Jaz imam 24-25 let staro hči. Moji hčeri je vse tisto, kar sem jaz prej govoril, zelo pri srcu. Ne. Ona je bila ena od tistih prvih, ki smo mi nekako vključili 100% kompenzacijo za CO2 emisije pri naših čarter produktih na Mediteranu. Ne. To je zelo pomembno. Ne. Kaj to pomeni? V bistvu to pomeni, da dejansko plačujemo odpustke, a ne za ta CO2, ki ga pokurijo naši turisti, ko odpotujejo na počitnice na Mediteranu. To je pač v naših paketih vključeno sedaj, ne, od letošnjega leta, v celoti. Ne. Torej, to pomeni, ne, da bo vaša hči je podražila vaše produkte, CO2 pa ne bo nič manj v zraku. Naša hči ali pa naša hči ne gleda tega temo tako, ampak ve, ne, da bi to naj v končni fazi pomenilo, da bojo posadili toliko pa toliko novih dreveh v amazonski džungli in te bojo proizvajale toliko in toliko kisika. Ne. Saj to ona trdno verjame in jaz verjamem, da če verjameš v nekaj, pač potem to iz tega tudi nekaj rata. Ne. Če pa nekaj iz tistega, kar nekdo je obljubil, ni, ne, pa se pa ta sistem spremeni in pa iz tega nekaj rata. Ne. Tako da so za te stvari veliko bolj dojemljivi, čuječi, ne, in se mi zdi, da te mladi ravno na to, o čemer sem jaz prej začel debato, pa o čemer smo govorili, ne, to bolj nekako opolnomočeno želijo potovati, bolj povezano z lokalno skupnostjo. Želijo to, ne, kar je nam bilo mogoče ali pa našim sopotnikom, potnikom tako naprej blizu ali pa na kar smo jih mi nekako navajali. Ne. To je kar njihov, zdaj že njihova paradigma. Za mlade se mi zdi, da so to ključne stvari, ki so jim izjemno pomembne in mislim, da bo to kar zaznamovalo prihodnost in trende. Oskar, kaj ti opažaš pri potnikih prihodnosti? Ja. Da rabijo 5 črtic interneta ali še kaj več? Ker večkrat slišim tarnanje, da je ta povezljivost ključen kriterij šele na to sledi. To je recimo ena zanimiva stvar. To je neka osnova, ki jo mladi pričakujejo danes in mi se jim pa skušamo prilagajati. Ne? In točno vemo, ok, gremo po kartice, to je najboljši ponudnik, ali pa danes, ko imaš te eSIM kartice, ampak ja, to so te, jaz sem prej rekel, jaz se še učim. Ne? Ti si zdaj en lep primer povedal, Oskar bo zdaj najbrž še par primerov povedal, ampak tukaj se dejansko še učimo, prestari smo, ne? Saj jaz zase vam rečem to. Jaz mislim, da bo šel trend še naprej v to osebno doživljanje, so tukaj še dobro vstopili v to. Ne? To je zdaj še vedno ena niša, večina je še vedno tukaj zaradi nekega spoznavanja ali pa hedonizma ali pa vseh teh. Ne? Še vedno bo prisoten hedonizem, kot si rekel, še vedno bo prisoten ta spoznavanje, ampak vedno bo doživetje in pa vedno odprta mladih. Ne? Se mi zdi, se izpostavlja ena izjemno močna, ena močna tendenca po tem, da spoznavanja samega sebe skozi interakcijo z drugačnim okoljem. Ne. Mi smo imeli tudi veliko teh mladi sami od sebe. Ali sami od sebe, ki pa pazi, ne? In to je tista fora, oni tega ne vedo, vendar pa če jim daš, jaz sem rad vodil prav te maturantske in vse ostale, če jim daš te neko izhodišča, pustiš njihovo širino, moč in tako dalje, zraven pa jih usmerjaš, le kaj je to možno, le kaj je to možno, le kaj je to možno, le kaj ti potovanje omogoča, pa glej, lahko greš v to mošejo recimo, ne? Pač, glej, ko je zanimivo in jih ti usmeriš to, začnejo poslušati in po drugem, tretjem dnevu, ko se izčistijo v tistih njihovih, so izjemno subtilni in jih lahko usmeriš in začnejo, seveda moraš pustiti najprej njihov to in jih začneš počasi usmeriti. Tako jaz vidim tukaj eno veliko priložnost za ta mladino, našo, ki bodo bodoči, zagrabimo tam, kjer so njihove želje in preference in to, in jih na diskreten način počasi usmerjamo v te vsebine in jim dodajamo neko noto raziskovanja, neko noto doživljanja, izkušanja, tudi zelo pomembno tolerance, sprejemanje drugačnosti. To se mi zdi ključnega pomena, da jih peleš recimo v neko Turčijo in jim razložiš, muslimani, levo, desno, ne da jih vrednotiš, ampak da jih razložiš. In recimo sem tudi imel hčerko, pa imam sina, ki potuje že celo življenje, ki praktično nimata nobenih težav, nobenih predsodkov, sta pač svetovljana tega sveta. Ne. To se mi zdi ključna poanta in tle pri mladih se mi zdi še toliko bolj pomembno, ker živijo v tem času, ko so same neke delitve, ne. Danes politika ono, črni, taki, oni drugačni
In na tem potovanju jim daš lahko možnost tega celovitega razumevanja, da ni fora v vrednotenju, ampak v razumevanju, spoštovanju, razširjanju tolerance in tako dalje. Tukaj se mi zdi taka naša vzgojna metoda, ki bi lahko vsi mi veliko naredimo v turizmu in na teh organiziranih potovanjih. Gospodje, niste mi prej odgovorili čisto dobro na tisto vprašanje, kaj pa zdaj kroji te potovalne trende. Bom bolj konkreten, pa gremo k enemu takmu banalnemu. Jaz verjamem, da gre vam trem vsem na živce, ker morate vsi v svoji ponudbi imeti te Maldive, ne? Kako pride do tega trenda, da se globalni trend postane recimo en teden dni na Maldivih? Zdaj sem si poskušal to razumeti čisto z vidika enega opazovalca, pa sem rekel, ok, to je zdaj tako, tam pride nek koruptiven kapital in tam podkup tam neke lokalne oblasti, dobita gradbena dovoljenja, da lahko tiste kolibe za neko poš bivanje zgradi in potem se to začne tržiti po celem svetu, vrstniki skozi socialna omrežja pritiskajo na vrstnike in vi kot agencija morate pač organizirati tja potovanja, če ne vam zgubite kost pogače. A ti si že bil na Maldivih? Ne, nisem še bil. Zakaj pa ne? Se pravim, jaz sem bil tako res v Puli pa v Celovcu, pa enkrat sem došel na Mauriciju. Jaz nimam občutka, da imamo mi kakšen predsodek proti Maldivom. Maldivi so Maldivi in na stvar, na katero ne moremo vplivati, s njo se ne ukvarjamo, lahko pa iz teh Maldivov 9-10 dnevnih naredimo dobro zgodbo. Za tistega, ki si želi na Maldive, lahko skombiniramo, ustvarimo eno dobro vzdušje. Tudi jaz nimam nič proti Maldivom. Razloga. Tvoje vprašanje je bilo konkretno, če ti jaz povem za Maldive, kaj se je zgodilo, zakaj kar naenkrat vsi na Maldivi. Maldivi so bili vedno pač nek luksuzni turizem z luksuznimi rezorti, letovišča, ki so bila draga in niso bila dostopna nekemu srednjemu ali pa nižjemu srednjemu sloju. Zdaj, odkar so se pa lokalni otoki odprli, kjer v bistvu lokalno prebivalstvo 2 sobi oddaja ali pa 3, danes že gradijo hotele, ne, da se razumemo, ker je to že več kot 10 let od tega, je pa omogočeno, da kar naenkrat so pa ljudje lahko, navaden smrtnik je šel lahko na Maldive pogledati končno ta raj. Ne? In to je bil zdaj ta hype. In se pofotkati z skati, pofotkati z morskimi. Naša naloga. Mi kot malo drugačna agencija, pa jasno, ne gremo zdaj na Maldive v nek resort, ki je še vedno drago, gremo na lokalni otok, ki je pač si lahko normalen človek plača to in potem pa dati čim več teh akcij, doživeti, kakorkoli že spoznavanje kulture, na tržnico, plavanje z morskimi psi in vse tisto, jaz, ko sem šel prvič na Maldive, itak sem imel nek drug odnos do takih destinacij kot nek popotnik, ne. Sem rekel, jaz sem na Filipinih, na Tajskem, ne vem kje vse sem bil, iskal v bistvu vsa ta doživetja, pa sem mogoče na Tajskem eno stvar, na Filipinih drugo, na Rdečem morju tretje doživel, na Maldivih sem imel pa vsak dan bum, 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 pretepel sem imel vsak dan, sem dobil, en dan sem plavil z delfini, drug dan z mantami, tretji dan z whale-sharki, 4 dan z 20 morskimi psi okoli sebe. Rekel, pa to je treba narediti, to je noro. Pa še super. Odprl se je za turizem. Isto je recimo zdaj Saudska Arabija se je pred kratkim odprla za turizem, smo šli pogledati, ugotovili v redu, propagirajo, odprl se je za turizem, pripravljeni pa nič za turizem. Zdaj, kaj bomo mi v Saudski Arabiji naredili? To bo totalno avanturizem. A veš, ne gre drugače, enostavno rabiš šotore, moraš prekršiti pravila, postaviti te šotore nekje v tisti puščavi in uživati. In to je to. Čeprav ne bi smel, pa so kazni rigorozne, ne? Ampak noben ne bo tega tam v Saudski Arabiji naredil, da ti bo roko odsekal kot turistu. Ko smo to delali, so prišli, so rekli, joj, pejte raj 500 metrov bolj tja, da vas mi po noč vidimo, da vemo, da je z vami vse ok. Strah jih je za turiste, naprimer, konkretno tle. Jaz sem namensko prej malo sprovociral z Maldivi, zato ker je bilo to, meni so bili Maldivi vedno ena destinacija, ki nekako se jih nisem znal vedno razložiti, ker smo imeli veliko tudi take, ki so se na Maldive tudi v te dražje ali pa pregrešno drage rezorte, kot smo jih prej imenovali, vračala. Ne? Ampak zanimivo je, ne, da tam sem šel malo gledati te statistiko, cirka 7,000 Slovencev na leto gre na Maldive. Ne? To se pravi, v 10 letih gre 70, v 20 140 tisoč, to se pravi, vsak 10 Slovenc gre enkrat na Maldive, ne, v 20 letih. Tako, to se pravi, da niso to majhne številke. Ne. Ja, jaz sem se velikokrat že vrnil, tako da... Ja. No, pač šteje. No, ampak zanimivo, ne, tudi v tistem rezortu imajo
goste doživeti, nekaj mogoče nekomu pač pomeni to, da ima all inclusive, zato da lahko pije pivo, da lahko pije vino in tako naprej. Ne, se imajo iste izlete, samo izlet košta 250 evrov v rezortu, na lokalnem otoku pa 50 evrov. To je res, pač sej ne govorimo Rok mi je odlično odgovoril na eno vprašanje, ki sem si ga prej zastavljal. Skratka, če so Maldivi neka destinacijska realnost, nek hype, kamor je treba iti, ne, potem si recimo vi trije kot agencije različnega duha svoje produkte izvedete skladno s svojim imidžem in lastno predstavo o tem. Jaz mislim, da je ta imidž zelo pomemben, ker ti v bistvu s svojim imidžem nek tip ljudi privabiš. Ja. Zaradi tega jaz pravim, da relativno malo spremljam, kaj dela konkurenca, ker jaz vem, da tisti, ki so z nami potovali, pa ki so zadovoljni, pa ki nekako čutijo, da je to ta energija, bojo z nami potovali. Okay, ampak je tako, recimo, če... Eni nas ne morejo. Palma je tukaj, zdaj govorim kot laik, je najširša tukaj. Ne? Vi ponujete od Egipta do tega. Ne? Vi ste precej široki, vi ste pa začeli zelo nišno, pač z avanturizmom. Ja. A je to za vaš imidž slabo, če ponujate zraven Maldive, ali pa česa pa ne bi recimo vi ponujali? Pa na kakšen način? Ne bi ponujali letoviškega turizma na Maldivih, nekega rezorta, ker se ne spoznam na to, ne čutim tega, nobene ljubezni in tudi ne bom dobro delal. Okay. Medtem ko pa nek lokalni otok, bom pa naredil dobro, za lokalci pa recimo za lokalnimi doživetji. Plus to, da gremo pogledati tudi letovišče za en dan, kako tam izgleda. Večinoma ljudje pravijo, naš tip ljudi, še dobro nismo cel teden kle. Kva bi kle delali, koliko so dragi izleti. Nekomu, ki rabi pač to, da en teden tam počiva, je pa to seveda naš stil, ali pa mi ga ne bomo privabili z našim načinom potovanja. Tukaj smo si različni, hvala Bogu, da smo si različni. So pa tudi agencije, ki pokrivajo vse. Recimo, jaz sam ne morem razumeti, jaz iz sebe ven. Tisto, kar mene zanima, tisto jaz prodajam, ker to vem, da bom srcem prodal, da bodo ljudje to začutili in da bom to dobro naredil. Da bom pa jaz zdaj rekel, dajmo se 4-zvezdični turizem, dajmo se Maldive letovišča prodati. Za biznis mi bo več ostalo. Sam ne bom dobro tega delal, tega pa nočem. Ker ne znaš. Ne, bom dobro naredil, ampak ne bo pa to ta doživetja, ki si jih omenil, to vsebino, ki ljudje iščejo, ta osebni pristop, tega ne bojo pol dobili. Kaj sem nam užival to? Ok, razumem. Jaz zelo pazim, da v agenciji Oskar ne sodimo. Imamo ljudi, ki si želijo to, ono ali tretje. In nam je v tem, da poskušamo začutiti, kaj on želi in mu čim bolj svetovati in ga popeljati v tisto, kar si on želi. Nesmiselno se mi zdi, da bi nekdo šel v avanturizem, če si želi na Maldive, v 5-zvezd hotel in to lahko plača. Nesmiselno se mi zdi, da vrednotimo kogarkoli, ali avanturista, ali turista, ali individualnega potnika, ali skupinskega potnika, se mi zdi, da je zelo pomembno spoštovanje, da vsakega spoštujemo, da je tako, kot je. In seveda smo profesionalci in naredimo tisto maksimalno glede na naše znanje, na razumevanje in na naše sposobnosti. To je moje mnenje. In zato nimam čisto nobenih predsodkov do Maldivov na domačinski vasi ali pa v 5 zvezdah in da to lahko, ali pa pač karkoli. Vsakmu se posvetim in rečem, Matej, kaj si ti želiš? In ti boš me čim bolj slišati, ti svetovati, reči, ok, ko bi rad 1 uro bi se rad kolesaril. Aha, ok, ti pa bi rad mogoče 4 ure. Ok, in kaj lahko naredim in zdizajniram za njega in si želim, da pač vsakdo od naših potnikov pripelje domov čim več svojega potovalnega bogatstva. Jaz sem se nasmehnil zato, ker mi delamo oboje. Ne delamo ekstremnega avanturizma v pretežni meri, ali pa skoraj ne. No, ampak se strinjam absolutno z Oskarjem. Sem pa želel samo še eno stvar nekako pokomentirati. In sicer mi govorimo o teh nekih luksuznih potovanjih. Kaj je to luksuzno potovanje v naših očeh? Jaz mislim, da nobeno potovanje, za katere vem, da se kupujejo v Sloveniji, ni tak luksus, ki ne bi upravičil tega svojega denarja. Denar, ki ga nameni za potovanje, je absolutno, po mojem trdnem prepričanju, vedno upravičljiv. Ni vržen, bom rekel, za nerazumljivo stvar.
Sploh, če primerjamo luči, Slovenci znamo kar hitro kupiti kakšne avtomobile, ne, pa nam pleh pomeni več kot včasih kot potovanje, ne, pa tistega, ki da za odbijač na avto nekaj 1000 evrov, ne, sploh ne sodimo, ne, sodimo nekoga, ki da pa mogoče za potovanje pa 10 000 evrov, ne. Jaz mislim, da mogoče tukaj nismo pošteni, ne. Tudi za kolo se nobenega ne bo hudo stresen, ki bo povedal, da je dal za kolo 10 000 evrov, ki bo pa rekel, da da za potovanje to pa toliko, ne bo pa že v kčeh, zakaj je to tako drago. Ampak jaz mislim, da ni razlike med enim in drugim, v smislu tega nekako izpopolnitve pa doživeti. Za enega pomeni to veliko, za drugega drugo. Tako da jaz mislim, da teh ekstremnih nakupov, nekih potovanj, v teh ekstremnega luksuza, pri nas je zelo, 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 zelo malo, nekega seveda je, ampak ne grejo te stvari v tem finančnem smislu v nekaj, kar bi bilo, tako bom rekel, kaj to pomeni nerazumno. Ekstremen luksus, kaj bi to pomenilo? Ekstremni luksus so hoteli za 10-20 000 evrov za noč, ekstremni luksus so ne vem kaj, vse živo in tako naprej, o takih stvarih govorim, zadeve. Ekstremni luksus so, ne vem, nakup potovanja na Luno, ekstremni luksuz je noč v amazonski džungli za 50 000 evrov, o takih stvarih govorimo. Tako da jaz mislim, da Slovenci imajo kar to pretehtajo, to zadevo, kaj kupujejo, tudi ko kupujejo kaj dražjega, pa v očeh mnogih zelo luksuzno, je to še vedno preudarno, pa nekako realistično, glede na to, kaj potem skozi neko storitev to dobijo. Ja, se strinjam. Jaz mislim, da smo Slovenci zelo racionalni pri tem. Razmišljamo, kaj si želimo in koliko smo pripravljeni za nekaj dati. In potem je vprašanje, ali sem pripravljen to dati ali nisem. In tukaj je tudi tisto konkurenčno, ko je bilo. Oni gledajo, opazujejo in si rečejo, je to vredno, ni to vredno, je to vredno. In če oni dobijo to vrednost nazaj, da imajo občutek, da so dali in da dobijo to, je vse kul. Če pa občutek, da je manj ali več, takrat pa ne. Tako da so racionalni. Jaz redko koga poznam, da bi recimo bil pripravljen kar nekaj dati za kar nič, ali pa brez neke jasnega razumevanja, kaj je kupil. Ja, strinjam. In tudi je izredno pomembna preglednost, da točno ve, tlele je za 5 evrov, je to za 50, je to za 30, je to, če to plačam, dobim točno to pa to pa to, in če ni preglednosti, je tle takoj ogenj v strehi, velikrat. Kje je pri vaših gostih največji problem? Oziroma, kaj narediti, da preprečiš nezadovoljstvo? Mislim, vsekakor tisto, kar se ponuja, ki je neka osnova v turizmu, neka pogodba je program. Tisto moraš izpolniti, tako kot piše. Fajn je, če še kaj dodaš od vseh teh možnih doživetij, ki smo jih zdaj govorili. Poslušaš gosta, mu greš na roko, omogočiš neke njegove posebne želje. In na koncev stremiš k temu, da se bo ta gost vrnil, ampak ne zaradi tega, ker hočeš, da se vrne. Jaz vedno povprašam naše vodnike, kako se imel ti najprej, ko prideš potovanje. In če mi on reče the best, potem vem, da so se imeli skupino the best in da če bo en, ki bo psoval preko forumov ali pa, ki bo komentar napisal šefu, da je to pa grozno, pa kaj vse mi niste, da je pač, 100 ljudi 100 čudi. Nismo vsem, mogoče se je on precenil. Tako da recimo mi dosti damo na to, da že vsebinsko, ko nagovarjamo preko spletne strani ali pa mi po telefonu, je ena vrsta komunikacije, ki če ti paše super, če ne pa lahko rečejo, to pa ne vem, tako malo predirektno ali pa ni dober dan gospod, kaj lahko vam želimo, In v redu, če se kle ne najdemo, super, je neko sito, tako da res čim manj takih ljudi, ki ne pašejo na naš način potovanja, čim manj da jih dobimo. Kar ne pomeni, da so oni slabi, pomeni dobri. Tam skupaj ne gremo. Ja, da so pri napačni agenciji. Ja, mogoče je preveč zahtevno, mogoče je premalo luksuza, mogoče je preveč akcije. Ne vem, odvisno od programa, ker imamo tudi en širok spekter programa, se ni zdaj vse samo avanturizem. Zdaj pa glede na to, da ste vsi trije prekaljeni agencijski mački, me pa zanima, kaj bi pa vi zahtevali? Kaj bi si recimo vi trije kot potniki želeli od agencije, s katero potujete? Ne bi si upal biti vaša agencija, ampak tako, lahko pa vprašam. Jaz kot potnik nisem prav dober potnik. Ampak bi si želel,
če me vprašaš, sem razmišljal o tem. Kaj to pomeni, da nisi dober potnik, Oskar? Zato, ker nisem vajen, jaz sem vedno kot vodnik vodim. Ne vem, če sem bil kdaj v življenju potnik, ali pa sem mogoče enkrat, dvakrat v življenju bil kot potnik. Ja, bi si pa želel, da bi me nekdo tako peljal, kot jaz peljem moje potnike. Recimo z poslanstvom, z žarom, z veseljem, s tistim, kar jaz to počnem. In to pol iz tega izhaja tudi vodniška šola, učim naše vodnike, da tako delujejo. In se mi zdi, ja, to bi bilo všeč. To recimo, ne? Zdaj si bil zelo splošen. Mene zanima, še z Oskarjem podprl. Ja, razumem. Mene zanima, s čem bi ti recimo ena agencija pa res stopila na živc. Bom jaz odgovoril zdaj, preden boš ti čas razmisliti. Da tem, ki poslušajo ali pa gledajo, damo kakšen pameten napotek, česa se pa res ne dela. Zakaj lahko človek eksplodira, ne? Lahko jaz odgovorim ta čas, da bo razmislil kolega. Prosim. Jaz mislim, da srčnosti in iskrenosti, to je osnova, ki jaz pričakujem. Jaz se kdaj prepustim temu. Včasih se naredim tudi, bom rekel, neupkega, nevidnega turista, zato da vidim, kako to naši konkurenti ali pa po svetu počnejo. In tisto, kar me vedno zaritrira, bom rekel, to, da ni te srčnosti pa iskrenosti. Tudi kakšne napake ali pa tudi kakšne spodrsljaje, v bistvu zelo enostavno grem preko njih. Če so seveda nekako skombinirani z tem. Če so pa skombinirani z tisto neko nadutostjo, nesprejemanjem, da nekako tiskem je moj gostitelj, ne izkazuje neke iskrene želje pa veselje, da sem jaz tja prišel, pa da mi to storitev nudi, to me pa res iziritrira. In to je problem. Drugače pa moram reči, da glede na to, da vem, kako kompleksno je delo in koliko smo mi odvisni v tej naši verigi podizvajalcev ali pa dobaviteljev, v bistvu imam kar dosti široko toleranco do tistih, ki mi pač to storitev nudijo. Tako da jaz mislim, da se me ne rabi nobeden od tistih, ki mi kdaj kakšno stvar zorganizirajo, pa poskrbijo zame vat. Ok, Rok. Izhajal bom iz tega, kar smo že povedali. Kot prvo bi kot potnik pogledal nek program, ki me pritegne. Jaz vem, kaj mene zanima. Prav to je mogel biti malo bolj aktiven program, čim manj ležanja, čim manj prostih dni. In potem bi me najbolj zmotili, če to ne bi bilo tako, kot tam piše. Ampak to je že neka osnova, ki če ne delaš tako, pol te na dolgi rok ne bo več. Ampak ni verjetnost, da ni tako, kot tam piše, že zaradi same narave nepredvidljivosti življenja ful velika? Ne, ni. Pri naših programih jasno vemo, da to lahko omogočamo, to modalo programe. Redko kdaj se kaj zgodi, a zato ne vem, razlog, kakšen dež ali pa ne vem kaj, da nekaj ne speljamo. Ker zdaj s tem opolnomočate vaše bodoče potnike, da pač morajo zahtevati tisto, kar je bilo dogovorjeno. Seveda, to je osnova, to ni nič takega. To je neka osnova. Hkrati, ne vem, recimo jaz grem dostikrat s šapo potvati kot potnik in povem mojim vodnikom, ki grem malo gledati, kako delajo, kakšne nove ideje tudi za moje vodenje pogledati. Rečem to, da veš, da najbolj siten potnik bom jaz. Ne mi zameriti, ampak res vsako stvar, ki zmoti, ki slišiš od drugih potnikov, mu seveda takoj predam naprej, da čim prej skuša zadeve rešiti pa popraviti, pa se hkrati tudi na licu mesta učiti. Ja, če zdaj, ko sem razmislil malo o tem, Bravo, Oskar. Gotovo bi mi bil izvedba programa, kako je zastavljen. Kar sem plačal, to želim imeti v zastavljeni kvaliteti. To je prva stvar. In potem bi si želel, in če to ni, potem nekaj ni v redu. To je dejstvo. Ne bi si pa zaradi tega kvaril mojega prostega časa. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da se počutim vključenega, kakršen sem. Se pravi, če me nekdo vodnik, ki je on tudi zame, ne upošteva moje enkratnosti ali pa tvoje in vsake, toliko kot vse ostalo, če bi se čutil nekje izključen ali zaradi svojih čustvenih odzivov, prepričanj, levo, desno, tudi mogoče kakšnega nezadovoljstva. Vse imam pravico biti nezadovoljen, to pa ne, in nihče nima pravice
to naprej. To je pa druga stvar. Ne. Tretja stvar, pričakujem, da mi bo vodnik in pa pač v sklopu agencije povedal stvari, ki so zanimive na tak način, da jih bom jaz razumel. Na preprost, na človeški, razumljiv, logičen, da bom jaz začel začutiti deželo. To je, mislim, dodana vrednost, ki jo danes vsakdo na potovanju nekje mora zagotoviti. Ne. In to je osnova. Ne. In potem so pa še druge stvari, kjer pa jih lahko cenim ali ne cenim. Skratka, če mi pa kaj od tega trojega ne bi bilo podano, bi pa jaz verjetno bi se začel pa umikati iz tega fokusa naprej. Ne. To bi takole dodal. Ne. Zdaj pa mogoče še en namig za tiste, ki to poslušajo oziroma gledajo. Ne. Spet ste prekaljeni mački, česa se pa vodnikom res ne dela na potovanjih. Ne. Sigurno je pa neka meja ali pa Mislim, jaz vedno govorim z strankami, če vas kaj moti, če vam kaj ne paše, čim prej povej, da čim prej stvar rešimo. Ker se 90% stvari lahko reši na potovanju. To, da pol komentarje berem, vprašam vodnika, pa zakaj niste sprot reševali, pa mi reče, pa če nisem vedel, se mi nič ni rekel. In to se mi zdi recimo zelo pomembno. Stranka ne čim prej pove. Ne da greš za en teden dopusta in pol imaš en teden uničen zaradi tega, ker nimaš, ne vem, dovolj tople vode v hotelski sobi. Prvi dan povej, nimam dovolj tople vode, bomo zrihtali drugo in imaš naslednje dni lep dopust. Ja. Jaz mislim, da spoštljivosti v smislu komunikacije vedno en do drugega, ne, tudi če kdo s čem ni zadovoljen, treba to nekako skomunicirati drug z drugim spoštljivo. Ne. Predvsem pa v nekem pozitivnem duhu, da se stvari rešujejo. Ne. Treba je nekako vsakič, ko gremo z kom, ne, že ko gremo s partnerjem, treba vedeti, da ne gremo sami, ne gremo s partnerjem, ko gremo pa v delo skupine, ne, pa da se pač treba nekaterim pravilom, ki v tej skupini veljajo, prilagoditi. Ne? Pač neka pravila veljajo. To ni zdaj neka tortura, ampak govorim, da pač nekako, ne, zdaj, če je treba spoštovati neke časovnice, so te stvari pomembne, če je pač kaj drugega. Tako da se mi zdi, da to je ključno. Zdaj, mi vsi zelo veliko delamo, ne, tudi po obsegu. Ampak jaz velikokrat malo to statistiko primerjam, ne samo našega podjetja, ampak tudi statistiko malo pri nas v državi. Sej mogoče velja prepričanje, da je zelo veliko nekih pritožb, reklamacij, kakorkoli, ampak na to naše delo. Ampak tega je pri nas zelo, zelo malo. Ne. Mi primerjamo neke produkte, ne, z ostalim delom Evrope, ne, storitev pri nas so na visokem nivoju, kar se kvalitete storitev tiče. Ne govorimo o 5 zvezdicah, 4 zvezdice in tako naprej, govorimo o izpolnjevanju teh obljub, ne, ki so bile zadane v programih ponudbi. In je teh reklamacij 3-krat manj kot v ostalem delu, bom rekel, zahodne Evrope. Ne. To nekaj pove. Ne. Ni to samo to, da se Slovencem nekako ne da, ker Slovenci kar hitro povemo, kaj nam ne paše ali pa ne odgovarja. Ne. To govori tudi absolutno, tudi pride, da delamo tudi stvari dobro in kvalitetno. Ne. Evo, to tako nekako jaz tole zadevo vidim. Ne. Ja, spoštljiva komunikacija. Čim prej na prijeten način razčiščiti vse. In mislim, da se da tukaj praktično vse poštimati. Ko si me vprašal, pa česa pa ne, sem pa ali pa kaj ne bi. Ne. Ja, težko bi rekel nekaj. Ne. Ampak rad bi priporočil spoštljivo komunikacijo, pa razumevanje, da je vsakdo del skupine. Ne. In ta skupina je definitivno omejujoč element za posameznika. Če pa je dobra skupina, in on res sodeluje, potem pa je lahko skupina tudi nadgrajujoč element. In mi pri nas v naših potovanjih delamo izjemno veliko na tem, da iz skupine ne naredimo nekega, bi rekel, omejujočega elementa, ampak da se vsak sopotnik počuti vključenega, kakršen je. Ne. Zato recimo pri nas jaz ne vidim nikogar, ki bi bil recimo troublemaker ali pa nekdo, ki ima karkoli. Moramo biti pa mi dovolj široki za to. Vzpostavimo skupinsko dinamiko, ki je dovolj močna, da vsak lepo zgravitira noter in lahko, ko vsak soustvarja, postane lahko skupina nadgradnja
se pravi, posameznikovega doživetja. In če to delamo sistematično od prvega trenutka, ko potnik štarta iz Ljubljane, že v preventivi, preden se tako izloči, lahko 90% ali pa še več mogoče teh, rekel, nekih takih trenutkov ali pa stanj, ki si jih nihče ne želi. Ne? Super, hvala za istočnico. Mogoče še tole, no, preden zaključimo, to me zanima ta skupinska dinamika, glede na to, da se nahajamo v enem svetu, ki nas nagovarja s tem, da smo vedno bolj atomizirani, osamljeni, svet okrog nas pa obstaja samo zato, da je servis naših potreb. A se zdaj to pozna pri gostu skozi zadnja leta, da težje, da bom rekel, se težje uskladi z neko skupinsko dinamiko ali Jaz celo mislim, da je kontra. Jaz se opažam, da si ljudje ful želijo sodelovanja v skupini in da je skupina postaja eden izjemno pomembnih potovalnih elementov. V skupini, kjer se počutim vključenega, kakršen sem, ne pa da skupina pričakuje, kako bo. Tlej recimo je tudi tisto, če bi vodnik pričakuje, da bom jaz sam lepo se smejal in tako dalje. In jaz nisem tak, potem to mene moti. Če sem pa vključen tak, kakršen sem in potem, in da je skupina močna, korektna, da ima ta širok notranji prostor, se ljudje zelo radi povezujejo in cenijo, vedno bolj cenijo in tudi ta doživetja, ki so potem znotraj skupine, v katero sem vključen in je to, predstavljajo multiplikator, se pravi, skupina predstavlja multiplikator. Tako da jaz opažam v naših skupinah, da ljudje zelo radi potujejo in vedno raje in cenijo to skupinsko dinamiko. Namreč, zakaj? Če se jaz dobro počutim v skupini, se bom odprl skupini, odprl se bom gostujoči deželi in moje doživetje piramid ali pa česarkoli bo popolnoma drugačno, kot pa če sem jaz en od satelitov znotraj te skupine, ne počutim se dobro niti do onega, zraven katerega sedim, niti do vse skupaj, vodnik mi je tam nekdo, ki pač govori tam nekaj, jaz sem lepo stisnjen, glede te piramide iz tega stanja in bom doživel bistveno šibkeje. Tako da, če gledamo iz stališča doživljanja posameznika, se mi zdi ključno, da gledamo na njega, na skupinsko dinamiko, ki mora biti neka harmonična in vključujoča in iz tega ven potem na njegova doživetja. Se samo strinjaš, ker se mi zdi, da si želel? Ne, jaz se strinjam s tem, absolutno se strinjam. Ja, Kaj vi opažate pri vas? opažamo ravno to. To se pravi, da v bistvu so ljudje kar veseli, da so del ene skupine. Dobro, opažamo, da tudi obstaja zdaj en trend, kar nekaj potnikov, ki si želijo nekako biti del skupine, so pa zelo veseli, če znotraj programa najdejo čas tudi zase. To se pravi, da imajo nekaj prostega časa ali pa da lahko stvari počnejo po svoje ali pa si tudi nekako ta čas vzamejo ali pa da se odmaknejo od skupine in se pol vrnejo, ko želijo, da so to take programe. Take programe zelo radi zbirajo, da niso nekako vedno v isti dinamiki z skupino vezani celi 10, 12 dni, 3 dni, kakorkoli so že na poti. No. Tako da to je to. Ne. Jaz sem mogoče želel prej še, vem, da zdaj sem čist pobrklal zadevo, ampak prej smo govorili o mladi generaciji. Ne, mi mlado generacijo navdušujemo za delo v turizmu, zatem, da mi nekako se zavedamo tega, da skrbimo za najlepši del človekovega leta ali pa leta, nekega namenijo vsi, pa to so počitnice, zato je to toliko bolj subtilno, vsi imamo pa zelo velika pričakovanja, saj veste. Nekako ponavadi v tem tempu, ko ga imamo, živimo od dogodka do dogodka. In rečemo, pa ko bom šel tja, bom pa doživel to in tako naprej. To se pravi, pričakovanja so zelo visoka, vseh nas, mene tudi, ko grem kamorkoli. Tako da lepota je te lepe trenutke deliti. Izzivi so pa seveda zato, ker je pač potrebno vedno ta pričakovanja izpolnjevati. So pa pač tudi kdaj kakšne zunanje okoliščine, na katere pač vedno nimamo vpliva. Mi si vsi želimo imeti krasno vreme, ko gremo nekam, na to nimamo vpliva. Tudi kdaj nimamo vpliva, ne vem, da je neurje, pa zaradi tega mogoče zamuja let ali pa 1001 stvar. Ampak predvsem pa se mi zdi, da bi rad spodbudil razmišljanje bodočih popotnikov, da to nekako ne vzamejo za slabo, ampak vzamejo nekako, da je to del doživetja. To se pravi, da sprejemajo tudi to neko novo dinamiko na potovanjih in da samo tako jim bo lepo in bojo lahko imeli polno in doživetja, bojo lahko polni doživetja, ne prišli nazaj in se seveda na te poti vračali. Super. Rok, bi ti še kaj dodal, gremo kar
k zadnjemu vprašanju. Ne, jaz mislim, da itak, se mi prodajamo skupinska potovanja, ne? Mogoče imate vi več individualnih tudi, ampak veliki individualci lahko malo bolj trpijo v skupinah, ne? Sploh, če so neprilagodljivi. Recimo, jaz sem že en tak, ki sem rekel, da sem siten potnik, zaradi tega pa tudi imam svojo agencijo oziroma sem vodnik, ne? Ker hočem, da je po moje, ker jaz mislim, da bo najboljš tako. Ne? Če mi ljudje plačajo, super, gremo in se imamo fajn. Tako da, ko se ti prijavljaš na neko tako potovanje, kjer piše, da je v skupini od 12 do 20 ljudi, je v bistvu na koncu tvoj problem, če se ne znaš prilagoditi, če si prevelik individualec in tako naprej, ker imaš zaradi tega tudi druge agencije, tudi mi lahko rečemo, lej, jaz bi šel v Namibijo, ne maram v skupini potovati, smo že imeli take ljudi, a mi lahko zrihtaš individualni program. In to je to. To je ena lepa rešitev za take potnike, recimo. Za individualce. Tako. Ok, gospodje, zdaj pa še zadnje vprašanje. Ne? Zdaj, kako bo videti, tako, če malo špekuliramo, ta potovalni segment turizma čez 50 let? Glede na to, da smo skozi malo govorili o trendih, o tem, kaj se dogaja, kaj se je dogajalo, zdaj še to, kaj se Zdaj bo najprej ti dogajalo. na to odgovori. A da bi jaz poskušal na to odgovoriti? Mislim, da to je nek futurizem. Ja, glede na to, zdaj, 50 če let, futurizem bi rekel, ne, da bo svet postal absolutno premajhen, ne? Da boste mogoče šapo vodili, recimo, ful najdražje izlete v Vače. Tako. Ja, da Ne na Luno. bo ta mikroregionalizem, ali pa da boš recimo šel pogledat, kje so Zapože, to je recimo med Podgoro in Trato, Pržano. Pojma nimam. Mislim, svet bo ziher postal premajhen. Ne vem, če bo svet postal premajhen, na koncu sigurno bo vesoljski turisti si so že, ne. Ne vidim sicer, da bi bilo to blazno veliko ljudi, ki se bo to šlo, ki si bi lahko to prvošali. Ampak ja, če gledamo zadnjih 25 let, 30 let, vidimo neke spremembe, ne. V bistvu se je cel svet odprl. Je pa mislim, da kar še veliko prostora za tudi čez 50 let iti v kakšno divino. Ne. Lahko pa tudi, da bo zelena agenda tako podražila letalske karte. Pa da bomo zelo malo potovali, pa bo to luksus. Za 100 let nazadovalo. Ne. Tudi to se zna. Bomo jadrali. Ampak recimo, zdaj, mi smo imeli 30 let nazaj 40 velike države, kot je Sovjetska zveza, ki noben nike potoval. Danes imaš ogromno enih manjših držav, ki so blazno zanimive tam v centralni Aziji, ki so zelo popularni tudi med Slovenci in mogoče bo še kaj takega se tudi recimo zgodilo, pa se odprlo. Ne. Ogromno je držav, ki so še zelo težko dostopne, zelo eksotične, od same Rusije recimo, do ne vem, raznih zaprtih držav, ali Severna Koreja, ki greš zdaj trenutno, ali pa Butan, ali pa Tibet, ki greš lahko samo z nekimi lokalnimi agencijami, sam pa še ne moreš odkrivati, ne, teh zadev. Tako da to se tudi pričakuje, da se bo v nekem doglednem času sprostilo. Super, hvala. Matej. Ja, jaz mislim, da bo. Jaz sem tako končal. No. Prej sem me prešinila in mislim, da bi bilo super, da bi imeli mogoče enega psihologa še zraven v tej naši debati, a ne zaradi tega, ker ugotavljamo, da so potovanja zelo veliko povezane z neko psihostroko ali pa psihologijo, a ne, zaradi tega, ker se rabimo nekako opolnomočiti ta svoja pričakovanja. Ne. Tako da odgovor gre pa v to smer. Digitalizacija bo absolutno za sabo potegnila to, da bo zelo personificirala lahko želje in potrebe potnikov. Ne bomo potovali samo v Vače, ampak bo ta interaktivnost še toliko večja, ne, ker bo svet ne glede na to, da zdaj prihaja malo do neke deglobalizacije, bo postal vsekakor spet globalen nazaj, vsaj kar se tega tiče. Najbrž bo nekaj več regulirano, ne, zato bo tudi kakšna dodatna omejitev, ampak mi smo vsi videli v teh najbolj kritičnih trenutkih, ne, ko se je svet ustavil, to je bila korona, ne, da si potovanj nihče ne dovoli vzeti, ne, in ljudje najdemo še najmanjšo luknjo, ne, zato da to naredimo in počnemo. Ne. Tako da mene absolutno to nadaja z optimizmom. Tako da mislim, da je to. Digitalizacija, personifikacija in pa seveda še naprej se bodo zelo drobili te ciljne interesne skupine, kar se potovanj tiče.
Hvala. Kaj bo imel Oskar ali pa Oskar mlajši v ponudbi leta 2094? Ne, jaz sem prav zračunal, 2074. Ja, gotovo bojo vsi ti trendi, ki so zdaj šli naprej. Od hedonizma do spoznavanja, do doživljanja samega sebe. In pa, kar sta vidva povedala, to se popolnoma strinjam z vama. Bi pa jaz to dal še nekaj. Jaz jemljem, da je potovanje so odraz domačega življenja. In če bodo ti trendi v domačem življenju šli še naprej, kot gredo, bo vedno večji poudarek na družabnosti, večji poudarek bo na spoznavanju samega sebe, na iskanju nečesa, kar ta naš domači svet ne omogoča oziroma kar izrinja. To pa je gotovo nek nevidni svet, neka duhovnost, neka izpolnjenost, nek smisel, neko poslanstvo, se pravi te više potrebe v Maslovi, bi rekel, strukturi potreba, ker osnovne smo proizvedeli, nekako imamo, preživetje imamo in zdaj iščemo neko više smisel in bo šlo. To je moja vizija in jo izsledim, šlo v nek, se pravi, poleg vidnega sveta ali pa bomo uporabili potovanje po vidnem svetu za odkrivanje nevidnih svetov, tako gostujočih dežel kot samega sebe. In jaz, kamor sem jaz usmerjen, kamor bom verjetno moja naslednja, se pravi, prihodnost usmeril, je v raziskovanje teh celostnih potovanj, kjer bojo potovanja hkrati tudi nadgradnja samega sebe. To se mi zdi bo postalo vedno. Hedonizem, ja, vse ostalo, ampak kaj? Iskanjega sebe, svojega lastnega smisla, svoje notranjosti, se pravi, to se mi zdi, da je prihodnost. Ker svet bo počasi je dovolj velik, mi ga bomo raziskovali, razkosal se bo verjetno naprej. Ampak iz mojega osebnega primera, bil sem v 30, pa 40, pa 50 deželah. In 51 ni več tako zanimiva. In tudi potniki grejo sem, grejo tja. In kaj jim vedno bolj predstavlja, kako se jaz počutim, kakšna je ta interakcija, kaj lahko odnesem, kje razpoznanja, kje doživetja, kje potovalno bogatstvo. Mislim, da tukaj to je prihodnost 21. stoletja. Super. Jaz mogoče dodam še eno distopično, kaj pa če boste čez 50 let vsi prodajali samo še downloade, ki si jih bomo prek Neuralinka naložili direkt v možgane. Hvala Bogu, da me ne bo več takrat. Kompilacijo Oskar Palma in Šapa. Mi svetujemo, mi ne prodajamo. Ful bo zanimivo to početi in zraven primerjati tiste čase, iz katerih smo se rodili in katerih izhajamo. In bomo lahko občudovali, kakšen velik razpon smo v enem življenju preživeli. Ga vabimo na nov podcast čez 30 ali pa 20 let. Pridem. Ja, če te bodo uspeli zdownloadati do takrat. Bomo. Evo, tole precedenčno konferenco 3 največjih playerjev popotništva v naši domovini, evo, zaključujemo z uspehom. Hvala, gospodje, ker ste se pogovarjali med sabo. Hvala, Miha, ker si nas vzpodbudil in si nas tako lepo vodil, ne? Hvala tudi vsem udeležencem z moje strani, seveda. Evo, pa še vam hvala za pozornost, pa dajte se klik naročiti, pa se spet kmalu kaj vidimo. Čau. Živjo.